pač jaz nisem uporabnik Cybertrucka in tudi nikoli ne bom, ne. Mene dizajnersko spominja na križanca med likalnikom pa ladijskim kontejnerjem. Ena, dva, test. Pista. Cold start v Siberi. Stari, sam tebe bomo začeli mazati. Jaz bom tako danes, malo bolj tako. Ja, imam super. bolj tak glas. Sam da ko boš govoril, da noš preveč mim govoril. Jure je zalaufal. Jure, imaš ti novo kapco, stari? Aha. A je to NASA kapca? NASA. Ej, a si probal, a sta vidva probala tis, ko sem vam dal za kapce pred? Jaz sem probal. Ne, jaz pa nisem, moram probal. priznati. Stari, da sem se... Deluje. Deluje? Kapca ohrani svojo anatomijo, ne? Dobar dan, fantje. Dobar dan. Ja. Dobar dan, dobri ljudje. Kakšen leto? Je benti. Kar zanimiv. Veš, da sem jaz zdale... Kar zanimiv. Zdaj sem za danes, za jutr pripravljam en set storjev, pa sem rekel, da kaj se mi je zgodil v avtomobilskem smislu, pa sem šel čez vse 3 telefone, čez galerije, stari, kaj smo mi vse, kje smo bili, kaj smo doživeli, kaj smo vozili. Dolgo leto je bilo. Ja. In naporno leto je bilo. Folk, danes bomo atmosferci potegnili ene vrste črto pod avtomobilsko leto. Tako kot ponavadi se bomo lotili novičk, tako ene parih zanimivih, to, kar se je zdaj zgodil. Lotili se bomo testnih avtomobilov, lotili se bomo puloverje na naših krasnih telescih, vidite. To so pivovarna Laško, s katerimi sodelujemo. A si pokazal, kako je zadaj? Ja. Piše, ja. Vsako leto... Debelo tkani. Ja. Na puloverju je številka 200, pa tukaj na piksnah tudi. Razlož. Ja, veš kaj? Gremo lahko po vrst. Pojmo. Folk, dobrodošli v podcastu. Začeli bomo z eno stvarjo, samo z enim pozivom. Ne pozabite, finale oziroma finalna prireditev oziroma finalni sklepni del izbora Slovenski avto leta se bo zgodil glih še v prvi polovici januarja in zdaj še imate čas glasovati za enega od 5 finalistov. Ti avtomobili so, če se bom prav spomnil, Dacia Duster, Citroen C3, EC3, Renault Symbioz, Škoda Superb, pa Peugeot 3008. Prav, Ciril. I did it. 5 si jih zapomnil. Bravo. Zdaj, Jure, kjer link bomo klet spodaj pripopali atmosferskega, ali za samo ker je atmosferski, bomo dali atmosferskega. Ne? Ja. Hočem reči, da mislim, da glasovanje poteka do 6. januarja, enkrat na teden lahko glasuješ, nagrade so hude. Vzamite si čas, ki ti vzame tako 15 sekund. Prva nagrada je Petrol dobroimetje za 1500 € za gorivo. Druga nagrada so komplet zimskih gum od koga? Od Goodyeara. Ta tretja nagrada so pa... Je pa vikend paket na kop. Družinski vikend na kopah za so družino, bi rekel Cime. Ja. Z vsem, kar pripada zraven. Mislim, nagrade so res lepe. Ful so hude, stari, no. Pa jaz bi vam rekel hvala, ker že 33 let z nami izberate Slovenski avto leta. Dobra, Jure. A sta bo vred? Ne, jaz nisem od začetka zraven, ker sem bil še prešmrkal, ampak sem pa dosti hmal začel glasovati. In, ja, to je tudi en odraz, da pač Slovenci smo narod tehniške kulture. Ja, tudi glede na število vsakoletno oddanih glasov, jaz mislim, da je ta izbor kar od vseh nas skupaj. No, v glavnem, stisneš link, greš tja, zbereš, kateri avto misliš, da bi po tvojem mnenju moral biti Slovenski avto leta. Pa še za vas smo pripravili en video, tak zanimiv, na Vranskem smo dali skupaj vseh 5 finalistov. Tako. Smo novinarji povedali, kaj nam je pri posameznem avtomobilu res všeč, pa kaj nam gre na živce. A ja, pa poslali smo jih na hidravlični potres. Zdaj ste najbrž vsi vprašali, kaj je to hidravlični potres, ne? Ja, še jaz sem se to vprašal, Jure. Zdaj ali prej. Se pravi, pri 30 pa 40 na uro smo jih spustili čez hidravlično ploščo, ki spodnese zadnje koleščka, hops. Kaj smo pa z rokcem naredili? Dvignili smo, pa smo jim prepustili, da vidimo, kako se znajdejo oni sami z vso svojo elektronko. Stabilizacijsko elektronko. Tak, zanimiv video, pa ko boste glasovali, poglejte ga, se veste, posamezen avto oziroma dober avto naredijo podrobnosti, zato je ta video narejen za vas.
poglejte si pa glasujte. Hvala. Okay, zdaj pa, da če smo že prej omenili, dajmo še tole z Laškim. No? V atmosferci, pa tudi jaz na Komotra minuti, že kar nekaj časa sodelujemo s pivovarno Laško, tle na Piksni piše 200, naslednji let bo 200 let, odkar so natočili ta prvega. Vsako leto pivovarno Laško izda eno tako izjemno serijo, zelo, poudarjam, zelo omejeno, puloverjev, ki nastanejo v Sloveniji in so posvečeni pivovarni. Zdaj, če kdor gleda ali pa mogoče bo skočil na YouTube, bo opazil, da Seba pa Jure nosta ene vrste pulover, to je letošnji, jaz nosim pa lanskega. To je pa zato, ker bom letošnjega, zdaj škatle, ne bom kazal tamle, dej Seba škatlo, če daš na mizo. V tej škatli noter pride, ta je taka fina škatla, 200 je gor, bo prišel noter pulover, pa zraven dodamo še kapo, kako pa prijete upoštev, ne vem, to je pa zdaj totalna moja improliga. Če kdo posluša na audio platformi, oglasite se na YouTube, pa povejte, zakaj si zaslužite ta pulover. Mogoče ste fani Laškega ali pa tako naprej. Kapa je tudi dobra. Kapa je tudi huda. Vse, bomo pokazali. 200 let ni hec, ne? Stari, 200 let ni hec, ne? Res ne. Mislim, ne? Ok, zdaj pa, a se počasi potopimo avtomobilske vode, malo smo se že. Dajmo, ne? Noča novičke predelamo najprej. Najbolj. Povej se. Tako, ko smo šli na zadnje, tako, ko smo rekli, da bomo delali, okay. Da imaš besedo. Imam besedo. Decembra ali pa v drugi polovici decembra avtomobilski svet more or less stoji, ampak zgodijo se pa vsem še kakšne zanimive premiere ali pa kakšne obeladonitve, kakšnih, bom rekel, zanimive stvari. No. Mene je razveselilo to, da je Aston Martin še kar miga, da so predstavili en tak zelo zanimiv, nam rekel super, v bistvu je pa kar super hypercar, no. Valhalla so dal ven, meni je že imel všeč, meni avto zgleda krasno, to bo se mi zdi, da je ne vrste konkurent SF90, ki Ferrariju, razmeroma kompaktno avto, 4.0 V8 z več kot Jurija konji, sem si zapisal, da nam pozabil 1079 konjev, te številke so itak bolane, pri avtomobilih 2,5 do 100, 600 kg potisne sile k tlom, v bistvu ne vem, kateri hitrosti. Kje se to meri, stari? Pri 300? Ne, 250. Nad 150. Čak, tle imaš eno kucino, ki me ful mot. Super, sem da ni bila na meni, stari. Drugač pa dirkaški kokpit, pa omejena serija. Všeč mi je to, da... a se vama tudi zdi, jaz ne vem, smo mi malo stari, Seba, slikce gledaš, a ne? A se mi malo stari, ampak a se vama zdi, da je ta svet superkarjev in vseh teh, da ima vsaka znamka že to, pustimo Aston Martin, ka oni obvesli so to knjižni, da jih je res malo, ampak da je že kar malo razvodenel se ta feeling. Jaz ne vem, včasih sem jaz komi čakal, da prije kakšna premiera, zdaj pa nisem ziher, če ti znam vse Ferrari aktualne našteti. Ne, jaz mislim, da je močkanje to razvrednota elektrika, ne, zato ker... A misliš? Ja, seveda. Po mojem. Moč z elektromotorjem dosežeti tako brutalno, pa ne. Ni problem, ne. Čas smo rekli, ne vem, 1000 konjev, wow, to je nekaj nemogočega, zdaj imaš pa, ne vem, električen avto. Ne imeti, koliko jih češ. Več kot polovica jih ima, ne vem, kar nekih 500 konjev. Ja. Ne. Sprav, 1000-2000 konjev je zdaj že. Jaz vseeno mislim, da to ni izvodenelo in tudi lepo je, da si izpostavil Aston Martina, ne. Ja, pač je princ angleški, ne. Ja. Je tisti črni vitez, ali pa kakor hočete mu rečete, ne, ampak jaz mislim, da take stvari, mislim, da take znamke, kot je Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Porsche, ne glede na to, kdaj dajo ven, kako dajo ven, vsak trzne z obrvjo, ki ima rad avtomobile. Pač to je tako, kot da bi še zdaj živel Picasso, pa bil enkrat na let nekaj narisal, ne. Stari, dobro povedal model, daj nehi. No. To so pač take nasmrtne stvari in ko s penzlom udarijo, ne, in vsak ima kdaj, jaz ne poznam človeka, ki ne bi mu rad avtomobilu, da se ne bi z užitkom na enem avtosalonu usedel enega Astona ali pa Ferrarija. Ali ga pa pogledal na ulici. Ali ga pa pogledal ali pa slišal. Ne vem, če mi ni tako Aston, ker tako na vrhu priljubljenosti, bomo rekli. Tvoje osebno seznam. Če zadaneš na lotu, ne, pa ne veš, kaj bi kupil, ne, pa kupiš Astona, ne. V glavnem ljudje, osvežujte svoj loto seznam, osvežujte. Je tudi, Se mi zdi, da je tako gospodski avto, bomo rekli, ne. Ja. Ne, pa dobro, ne zato zaradi Bonda, ampak. Ja, nič, Aston Martin, čestitke za vaš nov avto, 999 jih bo, zdaj pa gremo na eno novico, ki je razpalila pri meni Facebooku nedogled. Zadnjič se pelem iz Maribora proti Ljubljani in tam nekje pri konicah zagledam Teslo Cybertruck na slovenskih tablah.
na preizkusnih tablah. No, jaz sem se pozanimal, ker vprašanje je bilo, kako to ni homologirano, to se pri nas ne sme voziti, niti v Evropi se ne sme voziti, zakaj je to sploh. V glavnem 100 enih vprašanj. Zdaj ne vem, če sem jaz temu človeku, jaz sem ga danes poklical, a sem mu jaz naredil uslugo, ali sem mu, Damir, mislim, da je Damir, no in če sem si zdaj prav zapomnil, v glavnem avto špicajo voznik, oni so ta avto sem pripeljali in v tem trenutku je na preizkusnih tablah in v tem trenutku je to, se mi zdi, da je all legal, ampak v resnici oni čakajo, ker ne vejo, kakšna bo situacija s Cybertruckom v Evropi, a se bo kaj dal narediti ali ne, malo taktizirajo. Pravijo, da pa na kljub, bom rekel, gnevu, ker folk je Cybertruck, sem videl, da polil z 100 kilotonami sranja. Meni se zdi, da v bistvu vsem popestri avtomobilsko pokrajino, ne bom rekel, da mi je ful pri srcu, ampak mi je bilo pa zanimivo videti, kaj pa bo, ne, zanimanje je pa rekel, da to je bilo pa noro, ne, stari, da vsak dan ga nekdo kliče, da ne je bilo tudi že nepar naročenih, da folk naroča ta Cybertruck, pa niti ne vejo, kaj se bo z njim dal pri nas narediti, če sploh kaj ne. Jaz mislim, da je to logično, ne, da tudi pri nas se najde par takih ljudi, ki si lahko to kupijo, kupijo si pa zato, ker si lahko, ne. Ja, se vem. In zdaj to je res enak tak kamen spotike, se veš, enim je to všeč, ne. Ja, kaj pa Jure, kaj pa ti praviš? Meni je Cybertruck z vsem spoštovanjem do vseh, ki so ga naredili, ker moramo se vedeti, da je kar disati avto, vse poprek, ne vem, 800 inženirjev 30 let v šolo hodi, zato da tak avto vam pride, ampak pač jaz nisem uporabnik Cybertrucka in tudi nikoli ne bom, ne. Mene dizajnersko spominja na križanca med likalnikom pa ladijskim kontejnerjem. Ampak s tem ni nič narobe. Ja, vse to je res. Ja. Oba dva sta uporabna, ful. In to tudi svet potrebuje, ampak lej, z veseljem bi se usedel Cybertruck, z veseljem bi potrkal po tej njegovi čvrsti karoseriji, z veseljem bi ga tudi na teren zapeljal. Da vidiš, koliko je ura. Da vidim, koliko je ura, ne vidim pa v temu Cybertrucku, tako kot neki kvazi overlanderji govorijo, kam vse bi jih pripeljal. Sploh, ker si se danes pod brlog pripeljal z Land Cruiser. Ja. Vsi, ki so raziskovali cesto, ki izgubi svoje lepo pošteno ime, vsi, ki so uživali v sončnem zahodu Serengetija, vejo, da se od štekarja do štekarja pač ne da overlandati. Stari, da si poln poetičnih. Ej, ja, povej. Zdaj sem se spomnil na, v bistvu imamo mi zdaj ene ljudi, ki jim je Cybertruck ful dogaja, ne, pa ene, ki pravijo, da je grd, ki sto hudičo, ne, ampak a se spomnite vi Sangyonga Rodiusa? Seveda se ga, stari. In takrat smo to rekli, da je to najgrši avto na svetu, ne, Ne? Pa je pa BMW naredil X6, ne. Ja, ta pa ista Pontiac oblika, Aztek. vse recimo, ne. In kaj se je zgodilo, ne? Ja, X6 je zdaj... Ja, ne Rodius, ni bil tu Aktion, ali kaj je že. Ja, ampak Rodius je bil prav tak kupejevski SUV, en prvih, pa bil je tudi... Je pa res... Sangyong je imel ideje hude, ne. Ja. No in, a veš, pa smo se takrat zgražali, koliko je to grozen avto, pol BMW pa niti ne več, pa so ga kupovali tisti ljudje, ki bi si komot lahko kupili X5, če so rabili velik pa prostoren avto, ne, kot zadnji, dobro, ti lahko sediš, jaz pa že tako, ne, in, daj, pa je to pač prišlo v nek najprej statusni simbol, zdaj pa čist en normalen avto, ki ga vidimo in se več ne zgražamo več, da jaz nisem prepričan, da bo Cybertruck toliko zelo grozen čez par let na cesti, ne, saj verjetno se bomo navadili, saj verjetno ga bo zagotovo, ga bo še kdo skopiral, ne, ampak trenutno je pa res to neki, ki ne vem, zakaj bi človek imel. Pa predvsem se moramo zavedati, razen, da bi se kazal z njim. Ne? Ja, no, seveda. Da avtomobilska lepota ima zelo široko merilo, ker se mu reče 8 milijard parov oči, ki jih je na zemlji in to je to. Hočeš reči 100 ljudi, 100 čudi. Ja, drugače pa ja. To žena. Tigbot. Ej, a sta vidva že kdaj slišala za gospoda, ki v ime Dave Dicker? Ne še, ne? Mislim, jaz sem slišal zadnjič, ko sem si mislil, pismo, kjer frajer je, da se odloči. Kva? Je tako, malo ka Porsche, ne? A ti veš, o kom govorim? Ja, mislim, da vem. Ja, to je ta Novozelandec, Ja, tek milijarder, ki se je odločil, katerega sanje so bile, da naredi svoj avto, ki bo hitrejši kot Formula 1.
in je ustvaril avto, ki si še zdaj nisem imena zapomnil. Rodin ali je Roden F0, to je prototip iz Nove Zelandije, ki bo tehtal vse skupnač, imel bo več kot 1000 konjev, single seater, pa bolana oblika, sicer je zdaj v prototipnem stadiju, ampak mi je všeč, da pridejo v nek centriki, ki verjetno zapravijo res ogromno denarja za to, da si uresničijo otroške sanje, s tem pa nam dajo neko kost za glodati. Tako da jaz sem včeraj na YouTubeu malo gledal Top Gearov prispevk, avto je pač delač od serije, ampak mi je fajn, da obstajajo ekscentriki, tako kot je bil Christian von Koenigsegg 20 ali 25 let nazaj, ali zdaj že 30, 20, da pač peljajo to svojo strast nekam in poleti nekaj iz tega rata. Tako da ta avto je za pogledat, ki dosto v njem ni znanega v avtomobilu, niti nima nekih uradnih performans, niso znani, ampak načeloma je to kot Formula 1 s pokritimi kolesi, nekaj tacga. Tako. Še ena novičko, smo imeli atmosferci na Instagramu, in grede je follow atmosferci na Instagramu, pa če kdo še ne sledi Komotra minuto, se priporočamo, zato ker sem pa tja kakšno dobro razdremo v avtomobilih, nimamo sam podcasta. Renault je predstavil Turbo 5. Seba, ti si pa rekel, da si pa kar že v živo videl, je to mogoče? Jaz sem jo pa videl in celo... Ti tudi veš svojega denarja vredno. Ja, do par dni nazaj... A si jo prešlatil? Sem. Bomo dali tudi slike gor. Do pred par dni nazaj nismo smeli o tem avtu nič povedati. V bistvu je tako. Jaz sem videl avto, videli smo tudi približne tehnične podatke, ki po mojem lahko to povem, da so malo drugačni od objavljenih. Res? Ja, kar pomeni, da bojo objavljeni, te, ki so objavljeni, so z veliko mero previdnosti narejeni, ampak bojda, da naj bi bil avto in hitrejši in hitrejši, močnejši pa sploh. Čak, moram zdaj prav pogledati. Kakšno številko, ne? Ja. Jure, si videl to opetko? Dobro zgleda, ne? Večkrat sem jo pogledal. Ja. V živo je to avto tako impozanten, da ti ne znam povedati. Ko ga pogledaš od odzadi, si rečeš, pa to je, ne vem, mislim, brutalno. Brutalno, ne? Uradno je tako, da naj bi imel več kot 500 konj. S tem, da to je res majhen avtoček. Ja. Imel jih bo več. Uradno naj bi ta avto pospešil v 3,5 sekundah do 100, neuradno bo bistveno hitrejši. Je pa to tako, tudi narejen pa vse zgleda tako, kot res prav Renault 5 Turbo. Zdaj, edin to je pač, da je električen. Sem mislil, kar zamolčil, sem ne bi bilo nič narobe. Vem, da ne bi bilo. Tako da, jaz le ne bi več govoril. Brutalno bo tudi drag, omejena serija bo, tako da to je pač... Pa je bilo to v istem dogodku kot Alpinka tudi, kaj? Ja, to je bilo v bistvu, to je bil nek koti dogodek, kjer so zraven nam dali tudi zapeljati Renault Alpino, ki je Renault 5, se pravi A290, ki je malo bolj našpičena verzija petke, ki smo jo že imeli, električne petke. Se pravi, imeli bojo dve verziji, se pravi premium, ki bo imela 180 konjev, pa pol, mislim, da je performance bo imela pa 220 konj. Malo bolj športno narejen avtočak, noter sedeži zelo dobri, armatura, malo drugačno narejena, kot pri petki, volan zelo dober, tako da par takih bombončkov je, ki razlikuje avto od petke, je pa pač cena bo, ne vem, okrog 40,000 evrov, kar je pač velik za tak avto. Je pa po drugi strani tako, da ne vem, majhen avto, 200 konj, pa recimo ta avto pospeši v 6,5 sekundah do 100, kar se mi pa ne zdi neki tako wow za nek tak super športen avto, ker pravi, da je to zdaj spet nek športen hot hatch, tako da so plusi pa minusi. Verjamem, da bo najdel neki kupcev ne bo, jaz mislim pa, da se tepel za njega ne bo. Elektroturbak petka, je to zdaj trenutno najbolj hot ritka v... Ja, to pa ja. Bomo dali sliko gor, to pa, če vam
Stari, pokažem. kako je huda je. Ne, res je huda. Pustimo zdaj Sej- štrom gor, sej dol, bomo, se nima ja, veze. ne. Ta zadek je do jaja, stari. Ko vidiš ta avto v živo, jaz sem ga videl, mi smo ga lahko pošlatali, šli okrog njega. Mislim, res je ogromen avto. To je po širini, pa to je tako hud avto. Mislim, da so imeli celo probleme, predvsem s homologacijo imajo še težave, ker je to je res brutalno širok avto, velik, problem bo že noter, ker prgovi po vsem. Kaj mora si zgleda pa res hudo. Ne? Zgleda pa hudo. Okay, zdaj, ko Seba, ti si bil še na parih mednarodnih, a lahko jaz razbijem z eno domačo, pa greš pa ti naprej. Valjda. Mazda je predstavila en nov avto, oziroma je izvedla ene vrste slovensko premiero. Avto se imenuje Mazda CX-80, torej to je v tem trenutku zdaj po novem največja SUV Mazda z 7 sedeži, oziroma ne, lahko imaš tudi 6 sedežev, ne? Ali pa 5, ne? Zelo prilagodljivim potniškim prostorom. Ne? Ja, ali pa 4. Imaš lahko 4? Ne, v vsakem primeru je vsaj 6. Hočem reči, da v kufru sta še 2 sedeža, ampak lahko zbereš 3 različne konfiguracije. Ena je, da je obična klop, pa imaš pa 2, bom rekel, ki sta bolj na luksus počeni, to se pravi, da imaš zadnji, ko so rekli, še 2 pilotska sedeža v drugi vrsti z ogromnimi nasloni za roke in sredinskim grebenom. In, predvsem, ker sem gledal stari ta avto, ima medos je daljše kot od 3 metrov. Ja. Tukaj noter je kar žurka, kufra, ne vem, koliko je Jure. Medosna je 3,3 metre pa 12 cm. V glavnem 25 cm je daljša od CX-60. Ja. Orenka avto z velikim prtljažnikom, pač vse štima, predvsem pa kufra, ki si sprašoval, če zice not potopiš, ne? 687 litrov, pa seveda, ki ima 600 ognjev tudi, ne? Ja, dizel stari. Ja, 2,5 tone vleče, ne? 254 konjev. Pa motor ni motorček, ne? Pa motor ni motorček. Motor ni motorček, pa če kaj sem hotel še o tej Mazdi povedati, vzel si mi. Ful je lepo narejena, ne? Tako, ko smo od novih Mazd navajeni. Ja, Mazdino videnje prestiža. Meni je všeč ta kombinacija sicer nepraktičnega svetle tkanine na armaturki, ampak veš, to bo mogoče kupil en par, ki živi tak lifestyle, en ko ima otroke, bo pa kaj drugega, ne? Mi skozi govorimo, koliko je to lepo, ampak je nepraktično. Ne, pa meni je to sploh. Sam jaz bi pa imel tako. Dobro, vse se omaže, peleš spucati, ne vem kaj, ampak je pa ful, veš, da lepa je, meni je lepa, svetla notranjost je lepa, ne. Moji otroci so vzgojeni, oni ne štemplajo sedežev, sploh pa ne v testnih avtomobilih. Ja. Ne, in kar je meni pri Mazdi ful všeč in ta 80, ki se mi zdi, da to še bolj poudarja, vedno se spomnim na reklamo za, kaj je bila CX-30 ali ne vem kaj, ki ti pride noter, zapre vrata in nastane neka tišina, nek kalm vzdušje. In tle v teh Mazdah dejansko je tako, ne. Res so tok fine so noter. Ja, ne bom rekel, da so zdaj to najboljše, da je to, ne, ampak fajn je, no. Fajn je in tudi ta Mazda je tako narejena v tem stilu. Jaz bi se kar strinjal s seba tudi v tem smislu s tabo, ne, da veliko avtomobilskih izdelovalcev se zdaj hvali, mi gremo proti premium, ne, ampak to še ne pomeni, če imaš drag avto, da greš proti premium, ne. Absolutno. Ceni morajo slediti tudi materiali in jaz mislim, da Mazda kle zelo subtilno pokaže, da so pa res naredili korak proti premiumu, ampak tega ne razglaša na velik zvon. Meni se niti cena od 58,000 naprej ne zdi se mi ekstremna za to, koliko avtomobila ti dobiš. A ni od 54? Ja, z pol popustom njihovim. Ja. Ne, cena se mi zdi, da je cool, ampak predvsem dobiš velika avta, velik motorja, ne. Oni imajo eno zelo zanimiv pogled na downsizing, ne. Ja. Dej, Jure, povej, kaj je izrekel Dimitrij Vušnik kot zadnjič na Mazdini tiskovki, ne? Pač, da oni se gredo, kar že dolgo vemo, right sizing, ne? In da tudi Mazda je že pred časom povedala tudi na mednarodnih predstavitvah, da motor z notranjim izgorevanjem ni rekel zadnje, da to je še vedno stroj, ki se da zelo, zelo dobro optimirati. In v novem letniku Mazda 3 namesto 2-litrskega motorja lahko naložite 2,5-litrski motor. In isto CX-30, ne? In isto CX-30, še boljše performanse, še bolj učinkovit motor, kar se tiče porabe goriva, in jaz sem te atmosferske Mazde vozil in meni se zdijo ti motori vrhunski.
Ne? Zdaj, seveda, določen stroškovnik za sabo potegne, pa ne govorimo o porabi, ne govorimo tudi o registraciji cestnin in tako naprej, ker je večji razred to, ampak tisti, ki bi rad mu avto, ki bo dolg delal dobro, je to, po moje. Ne? Kol pa drugače. Toliko domačih predstavitvah sebe, kje si ti še bil, da mi povej. Jaz sem bil še proti koncu leta, praktično že vsega konc, zdaj bolj preizkušamo še te finaliste, ki so za evropske avto leta, no, ampak bil sem pa na eni predstavitvi še C3. C3 sam po sebi ni nič novega, ker je kandidat tudi za slovenski avto leta, ampak pokazali so pa še C3 Aircross. Tudi pelil sem že ta avto, ampak je embargo, mislim, da še en mesec, da o njem res ne moram nič povedati. Lahko povem samo to, da bo imel avto tudi možno 7 sedežev. To je za mrzkoga dober podatek. Kar se mi pa zdi... Stari, to je že to, kar si zdaj rekel, ne? C3 Aircross s 7 sedeži, to bo pa, mislim, pogojno uporabno za une tamavčke, ne? Ampak v to kompaktne mere, pa da ti lahko toliko ljudi noto spravaš. Ne? Ja, to je, ne, če vemo, da je včas leta nazaj, ne vem, ki je prišla Zafira, je bila skoraj edini avto, ki je imela 7 sedežev, pa je bil to enoprostor, skoraj kombi, ne? Koliko gre zdaj to, se manjšajo te razredi oziroma koliko se v bistvu avtomobili v majhnih razredih večajo. Sej tudi navaden C3 je večji kot mrzkašen avto v njegovem razredu, ampak ena zelo pomembna stvar, ko govorimo o C3-ju, je že v prejšnjih podcastih smo se pogovarjali, da problem električnih avtomobilov je predvsem cena. In se mi zdi, da tukaj Citroen se je odločil zavestno iti v neko smer, da bo ponudil dostopen, ugoden električen avto. In kaj se je zgodilo? Oni so do zdaj prodali že 80,000 električnih C3-jev. Se to, kar govorimo skozi. Ja. To je pač 80,000. Se ta avto je ravno kar zdaj prišel. Ja, 80,000 je že prodanih oziroma podpisanih pogodb. Skratka, to je en izmed trenutno najbolj dostopnih električnih avtomobilov. In kaj so se odločili? Se pravi, ta avto stane tudi v Franciji, stane 23,300 evrov. Tudi pri nas je neka taka cena, če odštejemo subvencijo, pridemo na eno zelo dobro ceno. Ja, sam pri nas jih še ni. Ne? Ja. No, in z naslednjim letom bojo pa naredili to, kar pa jaz v bistvu pravim, da bi tukaj mogli pravzaprav začeti. Naredili bojo avto, ki bo imel dosega, zdaj realnega, nerealnega, 200 km. 200 km, se pravi, bo baterija približno za tretjino manjša, ni še podatkov, ampak nekje tam 30-35 kW, ampak avto bo stal 19,900 evrov. Shit, ja. Minus subvencija, se pravi, pridemo na nekih 13,000 evrov in to pa je lahko drugi ali pa tretji avto v družini, da ga uporablja nekdo samo v službo pa nazaj. Ne? Se strinjam. In tukaj tle se mora elektrifikacija začeti. Se bomo to šli še nazaj, ker imamo malo pregled leta, ker meni se to zdi to zelo pomembno. Jaz mislim, da ne gremo zdaj tja. Ja. Okay, pustimo, vse smo v elektriki. Tako da to je to, kaj dosti več ne smem povedati, ker pač novost je bila ta C3 in C3 je, mislim, Aircross in tle še embargo, tako da bila je pa še ena predstavitev v bistvu enega zelo pomembnega avtomobila, to je pa Škoda Elroq. Dej povej, Škoda Elroq je tudi električen avto. Ja. Kaj vemo? Škoda Elroq je pa, bom rekel tako, da je en zelo lušten avto. Po škodenih performancah prinaša ogromno prostornosti v notranjosti. Tudi zunaj je avto čist spodoben, čeprav ni to nek velikan. Na voljo bo z 4 možnimi baterijami oziroma 4 različicami, se pravi, da ne bom narobe rekel, 55 kW, 63, 82, pa 82 štirikolesen pogon. Pa čakaj, je to velikost Kamika? Koliko je to? Pa tudi podrži, jaz bi rekel, ko bi križal Kamika pa Golfa. Ja. Ampak je tako, prinaša nov dizajn, nov oblikovalski dizajn Škode, tako da je, moram reči, zelo všečen avto. V notranjosti ena par super teh simply clever rešitev. Ena taka preprosta rešitev, jaz ne vem, kako da se to v bistvu Ben ni spomnil. Ne?
Ja, veš, ko imamo električen avto, ne, pa imaš ti kabel za filat, ne, in greš nekam na potovanje, ne, takrat verjetno daš prtljago not. Ne, ne, in potem prostor za kabel je ponovadi od spodaj v dnu prtljažnika. Ne, in kako boš prišel ti do tega kabla, ko naložiš prtljago not? Ne, se pravi, moraš vse zložiti ven, ali pa si ga daš tja, ne vem, med kovčke ali pa med oblačila, ne vem kaj. No, temu L-Rocku so pa lepo naredili od spodaj pod zadnjo polico eno mrežo in daš noter kabel, ne, in ga imaš skozi na dohvat v roke. Ne, ja. A veš, to je prav res simpli, clever rešitev. Ne. Ja, točno tako. Tako da, no, in poleg tega bo avto, bomo rekli, z neko ugodno ceno, kar zanimiv za marskoga. Jaz mislim, da bo to eden od tistih zelo zanimivih družinskih električnih avtov, ki ga verjetno kar nekaj ljudi čaka. Drugač pa po zadnjih informacijah februarja se bo v Slovenijo pripeljal. Aha. Ja. Janač, kvačmo zdaj, oškaj Jure, ti si rekel, da imaš z dveh tiskovk in par podatkov, a če jaz svoje 2-3 testne avte oddelati, pa gremo pol na to statistiko. Ja, kolikor čaš, Ciril? Ja, pa bi pa jaz povedal, kaj sem vozil ta mesec, prav. Če smo že pri elektriki, dajmo sam še za hip tukaj vstati, no. Sej v bistvu to ni neka velika novost, pa jaz bom na to temo pripravil in Instagram story set. Ampak jaz sem končno sedel za volan Ioniq 6 Hyundai'a. Pisa, kako zna avto Hyundai narediti, da je res vesoljski od ozuni, ampak znotri se pa počutiš tako, da si v eni taki dnevni sobci, pa na izino. Ja. Tako da ta Ioniq 6, pustimo zdaj, kako zgleda, ker to uči pa malari, pa to je brez veze, grkoli sodati. Ta avto drugače zelo malo porab elektrike. No. Ker jaz sem dvakrat se mi kar malo modil, pa sem razmeroma hitro vozil, pa veliko sem bil na avtocesti, pa je kar še 20,7 mi kazal stari. Dobro, je pa res, da je precej odvisen od temperature. Ne? Takrat je bilo malo bolj toplo, zdaj je malo bolj mrzlo, tako da v tem času, ko bomo dali ta podcast ven, da ne bojo rekli, minus 5, ne porab tok. Ja, pustimo zdaj, mogoče se ne toliko besati na številko, ampak overall ti povem, da Hyundai je to porabo ima stari izrihtano kar na hard. Drugače pa največ kilometrov v zadnjem mesecu sem naredil, pa s tem avtom smo tudi že o njem govorili večkrat, s Teramarjem. Moram reči, da sem prav z veseljem posnel video, ne vem, če je že objavljal v tem času objave podcast, ampak da sem z veseljem naredil video, da sem rekel, no, ta avto ima pa 2.0 bencinarja, pa 195 kW, pa dobro gre, pa to. Ja. Drugače pa en tak zelo dinamičen bratranc od Tiguana, ne. Mogoče sem šel korak predaleč, ker sem rekel, da ima kokpit tako oblikovan, da bi ga en predator po svojih teh nekih stilskih, bom rekel, smernicah oblikoval. Fajn mi je, ker je Cupra ne samo, da so odzuni, tako da malo izzivajo znotri, se mi zdijo take res organske poteze. No. Pa mi je to bilo všeč, avto se pa ne bom zdaj poudaril, da se Cupre dobro peljejo, ker se mi zdi, da to zdaj že čisto vsak človek ve, tudi če se na avto spoznano. Pač tako, ko izgledajo, tako grejo tudi po cestno. Ja, se strinjam. Pa še en avto bom omenil, tega smo dobili pa tudi in predvsem po tvoji zaslugi seba. Prvi na testu je pa Kia EV3. To, da sem noter salamo narezal, je stvar današnjega jutra. Boste videli, zakaj bom objavil video, najbrž je v času tega podcasta že objavljen. Kia EV3 smo jo peljali že na Danskem, pač gre za električen avto, vsak ima svoje mnenje o tem, ampak zdi se mi kot komplet izkušnja, se mi zdi zelo prijeten avto, zdi se mi, ti seveda ne smeš komentirati, ampak zdi se mi, glede na to, katerih finaliste imate, da je tako dobro pozicioniran, pa da ima neke, bom rekel, konkretne možnosti, da se mogoče uvrsti tudi na vrh Evrope. Meni je avto, dobro mi izgleda, povzema oblikovalski jezik, EV9, pa vseh teh novih Ki. Fajn se mi je bilo z njim voziti. No. Ja. Predvsem tisti, ki gledate L-Rocka, pejte tudi Kia EV3 pogledati. Ne? Ja, se mi zdi, da sta Kia je seveda medsen malo manjša, ampak je, če govorimo, da je to majhen avto, je zelo prostorna. Ne? Se mi zdi, da je ta Kia EV3 zdaj končno združuje vse tisto, kar so Kia nakazali z EV6, pa kar so pokazali z EV9, v kjer drug ekstrem lahko grejo. In zdaj ta EV3 je pobran vse ven, iz vseh omenjenih avtov je pobran ven najboljš, lepo je oblikovan. Kar je bilo meni zelo všeč, in to pa je napredek v primerjavi s prejšnjimi avti, ta sredinski zaslon. Ne? Oziroma, sredinski zaslon, vse je združenje z voznikovim pa sredinskim, se mi zdi, da zelo dobro dela, da
vidiš gor vse informacije, ki jih rabiš. Zelo dobro mi je narejen, poudarjamo vedno pri teh velikih touch zaslonih, da ni nekih tistih, ki jih rabimo. Tle prki so tiste tipke, ki jih rabiš, se pravi za temperaturo, so zelo velike, zelo enostavne. Temperaturo imaš tudi fule dobro umeščen, se pravi ti imaš voznikov zaslonček pred sabo, pol imaš podatke za temperaturo, o klimi pa to, pa imaš pa še sredinski zaslon, ali imaš Apple CarPlay ali karkoli. Kaj pa učinkovitost pa to? Zelo učinkovit, ampak tle pač ne bom delal ne reklame v pozitivo, ne v negativo, ker pri minus temperaturi je težko govoriti o učinkovitosti. Moram reči tudi, da jaz sem pač doma v Vodicah, kamor se pelem po avtocesti in po avtocesti se jaz pač pelem, se ne pelem 110 z električnim avtom, zato ker se pač pelem tudi z električnim avtom, tako kot se z vsakim testnim avtom pelem, ampak moram reči, da super izkušnja, hitro se polne vse, se bo, ko bo test, bo več povedanega, ampak tako pod črto en zelo zanimiv avto. Ne? Jure, a imaš ti kaj statistike pripravljene? Ja, nekaj številk sem vam potegnil, sicer jaz nisem ful dobro v številkah, v bistvu mi je to najbolj smotan del avtomobilskega posla, te številke preštevati pa sem pa tja, ampak vem pa, da je pač zanimivo. No? Ampak klele, malo sem vrgel skup tale trg slovenski. Ne? Dej. Ajde, kaj rečete, kero leto slovensko od leta 1993 je bilo najbolj uspešno doslej? Kje smo bili na vrhu? No in 2,7, 2,8. Ne, leto 1999. Kaj, takrat smo največ avtov prodali? Slovenci smo mislili, da bo konc sveta in v tistem letu smo kupili 78,486 avtomobilov. Pardon. Ja. A res? Ja. No, kaj se je zgodilo z letom 2024, ne? Po teh koronskih letih, pa po letih krize s polprevodnikom, pa po finančni krizi, trg slovenski nikoli ni prišel na tako bajoslovne številke nazaj. Ne? Moramo se zavedati, da tudi leto, ko sem ga malo prej omenil, ni čisto realno. Ne? To je bruto podatek, takrat je šlo kar veliko avtomobilov iz Slovenije tudi v tujino. In zdaj v letošnjem letu se ta folklora spet mačkam začela proti koncu leta ponavljati. Je bilo več tistih enodnevnih registracij, ampak zdaj nekje do decembrskih številk še ni, ampak do konca novembra smo Slovenci kupili 46,422 avtomobilov, kar je kljub vsemu, bom jaz rekel, zelo uspešna številka, ne, glede na število prebivalcev in to, kar doskrat v tujini rečem, ko me kdo vpraša za slovenski trg, smo majhen trg, ampak smo zahteven trg. Ne. Zahteven in razvajen. Zahteven in razvajen, ne. Mogoče, čakaj, da pogledamo top 20 avtomobilov. To je zanimivo. Pa v mikrofon govor. Magar si ga predstavil, malo bližje si ga. Čak, Ciril, da odprem iz te Excele, pa to se... Sam na tvojo desno, da je Mike za 15 centi. Pa boš pa lahko gledal zaslon in bral številke. Ok, ta je zanimiva, ne? Naprimer, top 20 prodanih avtomobilov od enega največjih slovenskih trgovcev, se pravi Porsche Slovenija, ne? Ja. Od leta 1995 pa do danes so prodali pri nas 75,000 golfov. Ne, stari. Več, kot se proda vseh avtov v letu. Ne? Polo 62,000. Zdaj govorimo o daljšem časovnem obdobju. Ja, od 95 do danes. Okay, ja. Čak, stop. Ta tret. Čak, ne, a ti govoriš za cel Porsche koncern? Za cel Porsche koncern. Ziher je Octavia treta. Ja, je. 34,000. Ampak le se vidi, kakšen gap je, ker Octavia je prišla več daj. Ja. Ampak, naprimer, Slovenci so do zdaj kupili v vseh teh letih 34,290 Octavij. Čak, pa tale bo, jaz mislim, tudi zanimiva. Kaj pa Polo? Polo je bil prej. A ja, budala. Ok, zdaj pa imamo pa na letošnje leto. Ne? Daj, poje. Na vrh se je vrnil Renault Clio. Ne? Aha, ok. 2083 jih je bilo prodanih do konca novembra. Druga je Octavia, 1613. Octavia je drugi najbolj prodajen avto v Sloveniji. Trenutno, ja. Sam moramo vedeti, da decembrske statistike še ni. To okay, lahko dobro, se kaj spremeni. Najbrž, ja. Zelo uspešen je tudi Captur 1503, to je na 3. mestu. Na 4. mestu Peugeot 2008, 1195. Moj sosed ga ima, Roman.
2008, ja. Dej, kaj še ber, stari. Kaj pa premijski kakšen? Premijski, čakaj. Čakaj, a lahko sem to? A lahko še za 2008, a imaš še kakšno cifro? Daj mi še naslednje 3 mi povej, kaj me Ferbec smatra. Škoda Kodiaq, tudi visoko. Aha. 1187. Dacia Duster, 1143. Continue, dej, to so zanimive številke. Škoda Kamiq, 1032. T-Cross 984, Tiguan 957, Hyundai Tucson 10, 936 Tucsonov letos. Bravo. A ti hočeš reči, da v top 10 je 6 avtov od Porsche Slovenija koncerna? Čak, da preštejem. 1, 2, sem jaz narobe preštel. 3, 4, 5. Zamenil? 5, pol. To je, ne, kaže, kam Slovenci še vedno radi pogledamo. Sam je mal presenetil, vse me je mal presenetil tale vrstni red, ker recimo 2008, ko ne bi tle dal v top 10 v Sloveniji. Ne bi dal rač 208, ne, recimo. Ne. Ja, sam se veš, kako je s temi mehnimi. Ja, Jure, kje smo zdaj? A še malo na elektriko pogledamo. Pa premium še, če imaš kakšen podatek. Ja, ok. Z elektriko je pa tako, je kar velika razlika med lanskim pa letošnjim trgom. Je trg se skar skrčil pri električnih vozilih za dobrih 1000 več. Manj, ja. Ok, daj povej, da tako številkami malo operiri, to mi je ful bolj všeč. Naprimer, Volkswagen je letos prodal pri nas 365 električnih avtomobilov. Aha. Lani jih je 640. Pol. Škoda jih je naprimer 251, letos jih je zaenkrat samo 59. Audi 235 iz 235 na 108. Tako da zdaj govorim za tega trgovca, ne? Ja. Se pravi za Porsche Slovenija. Čakaj pa klejle je pa dobro pogledati. Ok. Naprimer Tesla Model 3, ki je letos najbolj prodajan, 399, Tesla Model Y drugi 354, Cupra Born 286 so jih letos prodali, Cupra se je kar dvignila, ampak to predvsem zaradi dobre cene oziroma so pa tudi zaradi tega zelo uspešnega. Ne na 4. mestu MG4 128. Vseh je veliko na cesti. Ja. ID7 se je tudi kar v redu začel prodajati, 123 so jih letos. Tako da ja. Zanimiv, stari. Ja, premium znamka. Ja, pa še Emil Frey malo pogled, kaj se je, ko je zbil na tiskovni, no? Čakaj, da še tole pogledamo. Jaz imam pa še podcast statistiko, to vam bom na koncu povedal. Ja, zelo uspešen je bil Audi, ne? A je Audi prodal več, kot ostala dva skab? Mislim, da ja. Mislim, da ja. Več kot BMW pa Audi. Ja. Ja. Ne, Audi več kot BMW pa Mercedes skupaj, če gledamo to kot trojko. Ne? Letos Audi, ne? Kaj? Pazi to. V absolutnih številkah pomeni, da bodo letos Slovenci salon odpeljali 1900 novih Audijev. Ampak le moramo vedeti, da sta levi delež tudi naredila dva, ki se poslavljata. Ja, absolutno. Q2. Q2 pa... A so imeli kakšen dober deal? Ja, zelo dober. Zelo dober. Pa tudi Q3 so imeli zelo dober deal. Tako da ja, Audi je med premium znamkami daleč spredi. Starja, mogoče večkrat kakšno statistiko takole govoriti. Mogoče, ampak glih, zdaj, ko si omenil Audi Q2 pa Q3, ne? Te dva avta se poslavljata. Zaradi neke pač ideje, da bo Audi imel električne avte označene se pravi z sodimi, ne, pa ne električne z lihimi števili, ne, in zdaj se morata te dva avta posloviti. Ne. To je krep. Recimo, in mi zdaj govorimo o enem avtu, ki je bil daleč najbolj prodajan, ne samo pri nas, tudi od zunaj je bil dober prodajan, zato ker je bil pač na voljo po neki dobri ceni. Ne vem, mislim, da si Q2 dobil že za nekih 20 €, 22 €, si dobil super opremljen Audi, ki je križanc, ki je tako malo višji, starejši ljudje ga imajo radi, vsi ga imajo radi, in ta avto se mora zdaj posloviti zaradi pač neke ideje oziroma zaradi
pritiska električnih avtomobilov. No, pa jaz sem ker me je to kar malo ziritiralo, sem še tudi malo spletno stran pogledati, kaj je kaj na zalogi. Zanimivo je, da se pač Q5 bo menjava generacij, ne? Pa A4 se poslavlja, ko smo govorili, da bo A5. Ne? Ja. In ker bi zdaj rad dobro opremljenega Audija z tradicionalno motorizacijo, z mehanskim kvatrom, se splača malo pogledati na njihovo spletno stran, ker se mi zdi tudi za ceno pod 50,000 evrov se dobi že marsikaj. Zelo dobro. Nočem reklame delati. Ne, sem hotel reči for the record, to ni oglas na... Sem jaz, ki sem preberal to statistiko, me je prav interesiralo, kam je kaj na zalogi in moram reči, da so cene za... govorimo seveda o premium razredu za Audi, ne? Kaj smo so kar hude. Ja, recimo A4 je isto, žrtev tega, ki je prišel ven A5, ne, ker bo novi A4 neki drugega, ne, in... Jure, jaz nisem bil na Emil Frey, imaš kakšen podatek, ali zdaj to neki te prosim, kar nimaš? Ne, tudi pri Emil Freyu so kar črto potegnili pod bogatim letom, ne, nazadnje imajo v svojem portfelju še več znamk, Porsche Slovenija, ne. So bili jaz mislim, da so lahko zadovoljni, ker so prodali več kot 10,000 avtov, tudi mislim, da so jih prodali več kot 1000 kot lani, ne? Ampak tudi niso imeli še čisto zadnje statistike. Zelo odkrito so govorili tudi o zaustavitvi električnih modelov, ne? Ker doskrat so trgovci rekli, ja, pa nimamo ta prave subvencije in tudi smo Joška Tomšiča vprašali, ne, kaj zdaj, pač država je dala subvencijo vse in pač enostavno je rekel, da so pričakovali, da bo vse te naložbe in v infrastrukturo in v trg hitreje obrodil sadove, ampak jih očitno ne. Tako da oni nič ne naročajo na zalogo, nobena njihova znamka ne bo delala kakšne hude zaloge električnih vozil, se bodo pa stvari dobile normalno. Tako da jaz mislim, da kakor sem trg pogledal si na hiter, kakor sem te številke preletel, glede na to, kaj prav ta dva slovenska največja trgovca, pa tudi ta tretji GA Adriatic, ne, glede na to, kaj se dogaja, jaz mislim, da avtomobilsko leto daleč od tega, da bi bilo slabo, ne. Tudi nek ta pesimizem, jaz ga ne bi gojil, tudi zaradi tega ne, ker se je pa pokazalo, da pač v Sloveniji še vedno osebni avto, celica mobilnosti, ne. Prvič zaradi tega in je res, da se vozni park stara, tudi to je dejstvo, pa zelo visok delež imamo uvoza rabljenih vozil iz tujine, ne. Zdaj, mi moramo vedeti, da tukaj, ker je bilo novih avtomobilov prodano še, tukaj je bilo tudi rabljenih in jaz mislim, da naslednje leto bo pa ta pritisk na uvoz rabljenih avtomobilov iz tujine še toliko večji. A gremo na to, kar smo se zmenili, da moramo pripraviti, pa brez da si predtem povemo na to leta? Jaz bi sam še mogoče tle povedal, ne, trg rabljenih avtomobilov raste in verjetno tudi bo, ne. Zato, ker prvič, novi so vedno dražji, oziroma so se kar dosti podržili, če pogledamo zdaj, če bi pogledali, koliko je včastal Clio, pa koliko zdaj stane. Pa je Clio zdaj med, recimo, dostopnejšimi. Bolj so se razredi, avtomobili srednjega razreda ali pa višjega srednjega razreda so se blazno podražili, ne. In ljudje pač zaupajo zdaj avtomobilom pripeljanim iz tujine, ker v končni fazi dobiš ti zdaj neko garancijo, dobiš neko jamstvo, podaljšano 4-6 let in tako naprej in se verjetno lažje odločajo. Tovarniške garancije. No, se lažje odločajo za nakup iz tujine in se mi zdi, da zdaj spet prihaja nazaj ali kupiti nek drag poprečen avto, ali pa za isto ceno kupiti nek, bomo rekli, premium avto, ki je pač rabljen, pa ga pripelješ iz uvoza, pa dobiš res dober avto, ne. Ker se mi zdi, da zdaj ljudje mečkan vseeno že gledajo na to, kaj bo prihodnost prinesla, kateri motorji bojo še na voljo, kaj bo na voljo, kaj ne bo več, pa si rajš kaj rabljenega kupijo, pa da so za zihar, da imajo, ne.
Mogoče veš, koga moramo še skoraj vezno omeniti pri trgu. Zelo dobro dela tudi Toyota. Tale njihova, bom rekel, multistrategija pogonov. Poleg tega pa zelo širok nabor vseh cestnih terencev, začenši z Yarisom Cross, pa navzgor. Oni so tudi po dobičku imeli zelo uspešno leto in po številu prodanih avtomobilov. Toyota se je kar dvignila v Sloveniji. Dobro. Ja, a gremo na... Okay. To pa zdaj tudi vama povem, da ne bomo na dolg pa na širok, povemo pa pičimo naprej. Mislim, če pa kdo čuti posebno potrebo, se pa lahko razgovori. Ker pa na koncu jaz težim, da smo predolgi, pa bom jaz najdlje govoril. No. Okay. Až ti začel? Ja, bom najprej sam povedal, o čem bomo govorili, pa gremo po vrsta. Malo smo se pogovarjali, kako bomo zakoličili, kakšne stvari so v naših očeh naredila en presežek, bom rekel, ne vem, katere za nas posebnež leta, kateri testni avto bi dal v našo garažo, užitek leta, kiks leta, zadetek leta, sound leta in tako naprej, kjera predstavitev se nam je najbolj vtisnila v spomin. Tako da dajmo zdaj to malit čez. Jure, Seba, posebnež leta, kateri avto bi izpostavila, ki je bil tako mogoče malo poseben, nenavaden, pa da ti špricne v možgan? Ja, meni je zagotovo eden ustoj iz začetka leta BMW XM label. Se res? Sem res. Kaj si šel v Nemčijo ti z njim? Jaz sem si zadal, da bom negoval tehniško kulturo tudi evropske avtomobilske industrije, ki so jim določeni napovedali že kar konc, pa ne bo to tudi tako ljudje. Ja. Še izkoristim kratek gap. V 80-ih so prišli Japonci, v 90-ih so prišli Korejci, zdaj so prišli Kitajci, ampak ne bo se še poslovila evropska avtomobilska industrija. Ja. Zato bom tudi letos počastil kakšen Evropski avtomobilski muzej, zato ker se tam vedno kaj novega naučim. No, in s tem BMW X M-om labelom sem se odpeljal z družino v Münchenu v muzej. Super muzej BMW-jev, ne prav velik, ampak bogat po vsebini. Avto pa presežek tiste največje inženirske predrznosti. Za marsikoga tudi najbolj brezvezen. To sem hotel reči. Za marsikoga najbolj brezvezen, najbolj pretežek X oziroma M model. Ta avto je težji kot Luna, stari po mojem. Ja, ima lastno gravitacijo, ampak ta lastna gravitacija nekako v wings pije. Hočem pa reči, je pa avto tako poseben, da ob vsej njegovi enormnosti in 100 vprašanj, zakaj tak avto narediti, bi bilo škoda, da ga niso naredili. Dobro, v redu. Seba? Se veš, da nimamo samo avto, ne? Ja. Ne? Tako da zame je bil posebnež leta v bistvu Can-Am Spyder. Jaz sem si pa napisal Spiker, stari fuck off. Spiker, Riker, pardon. A res? Ja. No ja, vidiš. Ok, daj, povej. Ja. Sej, in Riker in Spyder sta posebna, pa po mojem bolj za tiste, ki si ga ne bojo kupili, ker pač ljudje mislijo, da je to, kaj je to zdaj neki na 3 kolesih. Ne? In tudi jaz, ki sem šel na predstavitev, moram reči, da sem se 3 dni vozil s temi, kaj so to, motori, nisem motor, tricikli, ne. Ampak zlezde v kožo, ne? Ej, noben motorist ne dvigne rokce, Ne, a veš kaj, absolutno ne. Ja. Jaz, ki sem se vozil s tem, ne, sem se sprašal, zakaj bi to imel, ne. Čemu to služi? Mislim, če hočeš biti na motorju, imaš motor, ne, če hočeš biti v avtu, imaš avto, je pa res, da je ta zadeva vozljiva z B-izpitom, oziroma z izpitom za avto. In če po drugi strani pomisliš na nekdo, ki si vemo, da obstajajo ljudje, ki se na šverc vozijo z motorji ali pa ne vem kaj, ne. S tem se pa lahko legalno peleš, če nimaš izpita, če se ti ne lupi delati ali ne vem kaj, se lahko peleš. In tako po 2 dneh, ko sem se s tem Spyderjem vozil, sem nekako dojel, da za nekoga, ki nima izpita, ki nima motorja ali pa se ne upa voziti z motorjem, je pa to ena taka rešitev v sili ali pa ne vem, neka rešitev, ki greš lahko čisto komot na nek... Po mojem zelo elegantna rešitev. Na nek road trip, sploh s tem Spyderjem, ki lahko nabašaš ogromen prtljage, imaš Musko gor, imaš Apple CarPlay, se pravi, imaš navigacijo, imaš vse, imaš neko udobje, mislim, zdi se lahko kar... Ta lik sem jaz, veš.
Mislim, ne zato, ker si... Mislim, ne zato, ker nimaš izpita, ne? Nimam izpita, ne. Ampak hočem reči, da tudi jaz razumem na nek način nesmisel, motorist bo rekel, pa to itak ni motor. Seveda, da ni. Itak. Mogoče je lahko tudi to prehodno stanje, ker ti vse v bistvu kupenih užitkov, tako da ti malo veter piha v čelade doživiš. Pa jaz recimo, tudi če bi naredil izpit, ne bi upal Evo pelati na izlet z motorjem, s tem bi pa zaupal sam sebi in stroju, da greva na en giro, malo okrog pa malo dlje. Ena varovalka je še... Zato, ker je vožnja bistveno bolj avtomobilska kot motoristična. Ja, no in jaz hočem reči, da jaz vidim smisel v takem stroju, tudi za enega tacga lika kot sem jaz, a pa za nekoga, ki je mogoče starejši, pa je mogoče že mu onemogočeno neko polno uživanje motomobilnosti, tudi zaradi kakšnih strahov, mogoče bog ne daj motor pobirati, ampak veš tako, vse je lažje. Lažje je, pa predvsem ne ta stabilnost, se mi zdi, da to je največja varovalka oziroma to največja bojazen. Pa tudi pri starejših, ali pa sej, ni nujno, da si star, lahko da imaš neki nogo frderbano ali ne vem kaj, pač nisi več siguren v to. Lej, tle, ko se ustaviš, stojiš na mestu, nič se ne zgodi, tako da to mi je bila tako ena kar posebna izkušnja letošnjega leta. No, pa zelo si pomembno iztočnico to dal, ker je seveda samodejni menjalnik, pa glede na to, pa, da pač ta trikolesnik stoji sam, brez pomoči nog. To imamo tesne. Za vse ljudi z gibalno overanje, ljudi, ki si... Aha, pa Jure. Se vem, nisem navajen podcast. Ki si želijo voziti še naprej motor, pa na morju je to mogoče odlična rešitev. Janač, až kaj, tlele testni v domačo garažo, mesto na koncu. Čakaj, ti si povedal? Ja, jaz sem kar isto, veš. Okay. Pač, to sem si napisal, pa napisal sem tudi nekaj drugega, ampak ni. Testni avto v domačo garažo, to bomo na koncu dali. Jure, a imaš nekaj nujenega? Ne, nimam nič nujenega, sem poslušal sporočilo. Užitek leta, Jure. Kaj je bil za ena stvar, dogodek, avto, da si ti najbolj užival letos? Mislim, klej ne bom jaz nič ne bomo klej zdaj... sedemo na hiter, Verjetno vsi vajo že. Ne, bo zdaj kaj veste, kaj pa ne. Jaz bilo je užitkaško leto, ne. Ampak holo bom rekel, ne. Užitkaško? Užitkaško leto. Nova beseda slovenskem SSKJ-ju, užitkaško. Užitkaško avtomobilsko leto je na prvem mestu sigurno vožnja hitri krog z dakarskim Toyota Hiluxom v Parizu. Ok, razumem. Ko hudiča zagrabeš za rep, ko poletiš, ko se malo histerično zasmejiš, ko ving zapileš, ko pogledaš vzad, pa misliš, da je iz auspuha vulkan izbruhnil. Na tele stavbi bi pa zdaj še Martin Česen ponosen. Potrej, mimo užitku ne moramo naš legendarna prvenstveni vzpon iz Lukne Pogube na otoku Rabu in izlet z Defenderjem pa avtomobilskimi gojzerji na Velebit. A lahko temu dam kontekst zdaj. Z Juretom so bila na predstavitvi slovenski premieri gume, General Tire in tam smo plezali in smo se imeli fajn. No, tretji užitek, ki se pa lahko že delil tudi delček sounda leta, je bil pa zagotovo jesen v Minhnu, ko sem se usedel v BMW M5 E60 z 10-valnikom. Stari. Nisem še vozil, bomo videli januarja. Ne, E60. Ta starega. Okay. Ker se pa dere tako, da sem hotel na netu poiskati cifro od Montoje, pa mu reči, da je dober ta motor. Sam si me res presenetil, ne? Ja, jaz sem mislil, da bo letel v Land Cruiser. Absolutno, ne. Avto, ki not imamo, da ne spiš. Čak, da prijemo takir avto v garažo. Ja. Ok, Seba, užitek leta. Užitek leta, jaz mislim, da ena čist preprosta zadeva. Kaj? Zame je bil največji užitek leta na področju avtomobilizma to, da sem se pridružil atmosfercem. Stari. Jaz bom malo stisnil zdaj. Ne, lej. Prav, sebi. Stari, pisal si me sezu model. To je zato, ker ne veste, zdaj stisnem šapo, stari. A ne, moje učke. Ja, lej, to je zato, ker si pač, zdaj vidite, da si nismo tega povedali. Lej, vsi vajo, da sem jaz že, ne vem, zdaj po mojem že proti 30 letom, 30 let delam v tem poslu, v tej branži in moram reči, da sem, lej, kakor imamo radi avtomobile,
verjemite, da se tudi tega da zasičati, oziroma da na nek način se ti vse skupaj prije dostopne, ker se res vprašaš, a bi to še delal, ker pač ali način dela, ali ne vem, vse skupaj pela v neko smer, ki ti ni všeč. In moram reči, da smo se o tem že leta pogovarjali, pa mogoče jaz nisem imel dosti poguma, ali vi, ostali 3 bratje niste toliko zapopadali, ampak jaz sem v bistvu še zmeri nadvesel, da smo se ujeli in mislim, da smo ena taka družba, ki uživamo v tem in moram reči, da mi je zdaj spet to delo, ki ga delamo, všeč in mislim, da tudi naven to kažemo in bom rekel, da na moja stara leta sem združil službo, hobi in prijatelje in jaz mislim, da to ne more nič biti več kot zame največji užitek leta. Mislim pa, dragi ljudje, zdaj ste tudi videli, kaj pomeni iskrenost, ne? Ker da nekdo čisto iskreno pove, da vsake službe se kdaj zasitaš in vsak ima kdaj ustvarjalno krizo, vključno z vsemi 3, ki to počnemo, oziroma z vsemi 4, hvala sebi. Stari, tole je zame tak vrh podcasta, da ti sploh ne znam povedati hvala sebi, stari, fusi me preseneča. To ni se treba zahvaljevati, zato ker to je pač tako pa človek čut. Ok, jaz bom Debbie Downer. Ne, zame je pa užitek leta, če se premaknemo, prej sem si moral sozico obrisati for real, je pa Sašo sva bila polet v Goodwoodu na festivalu hitrosti. Upi, da sem došel nekaj drugega rekel, ampak ja, ta je tudi močna. Tukaj bom v bistvu golfal, zato ker imam še 2, ki bi jih rad dodal, pa jih res ne želim spustiti. Tukaj ne morem drugače kot 3. Bila sva v Goodwoodu, šla sva na festival hitrosti in jaz samo to bom rekel, polagam ljubiteljem avtomobilizma na srce, ne rabiš naslednji let, ampak enkrat do konca življenja si dajte organizirati julija pot v Goodwood. V bistvu logistično je to pain in the ass, letiš na hitro, tam si urci pa pol, tam okrog je zelo težko dobiti namestitev, ampak to traja od četrtka do nedelje. Ljudje, to je najlepše avtomobilsko romanje, oziroma jaz lepšega ne poznam in vam priporočam, da greste, ker to je, se mi zdi, da v tem trenutku top 3, če ne kar top 1 avtomobilski dogodek leta, kar na celem svetu. Ja. Veš, ko sem jaz, ko sta ona dva tako prišla na hype na Goodwooda, ko sem razmišljal, kaj je to sploh primerljivo, pa sem zdaj, ko razmišljam, sem ugotovil, kaj je primerljivo z Goodwoodom. Predstavljajte si, da bi vzeli največji Disneyland, pa zdaj zraven njega še Jurassic Park, če bi res obstajal. Ja, stari. Pa si dajte pa še 3 najjače fuzbal tekme v zgodovini skup z vsemi zvezdniki, ki pridejo se tam pokazati. Ja, stari. V bistvu je to, ti še nisi bil, ne? Ne. Jaz sem bil, ne, zato sem se letos tudi odrekel, da so lahko eni šli tja, ne? Ampak se mi zdi, da je to en dogodek, kjer pa res lahko priješ do avtomobilov, tako se jih dotakneš, zraven, vidiš, kaj se vozi. Ker to je drugače, to je na neke vrste je to premični avtosalon. Ne? Se tja pridejo vse novosti v letu, ampak plus je to, da se ti avti tam vozijo, da lahko ti priješ do ljudi, ki jih vozijo in to je res, jaz sem že bil leta nazaj in moram reči, da je to, če te saj malo avtomobilizem zanima, res en dogodek, ki si ga je vredno ogledati in biti tam, ker si ga už zapomnil za zmeri. Pa še 2 užitka leta bom tukaj dodal. Jure, do tizga, vem kaj, a si ti hotel reči, no, se bom jaz povedal, spet dogodek s Sašo, bila sva povabljena v Romunijo, ker je Porsche Turbo praznoval 50 let in sva imela priložnost po eni najbolj slikovitih cest na svetu, a pa vsaj v Evropi po Transfagarašanu. Z enimi najbolj slikovitih strojev vseh časov na svetu. 993, 964 pa 930 Turbo sva pelala po Transfagarašanu in stari, meni grejo zdaj kocine po koncu, vem, da se ne vidi. Sašo sva se usedla najprej v 993 z dirkalno sklopko in ko je Saša spustil sklopko, jaz v bistvu mene je presenetilo, ker ga nisem v obraz gledal, ampak jaz presežem, stari, da v prvih 10 metrih se je modelu spustila solza po licu. To je bil tako emocionalen moment, ker ti en avto, ki ga Turbo S, ki ga gledaš, to je, ne vem, 800 jurjev, milijon, ga gledaš ves čas na posterih na YouTubeu, pa si misliš, itak nam nikoli tega pelo. In pri Porscheju rečejo, Turbo ima rojsten dan,
Pripeljali bomo par novih turbotov, ni problem, ampak bomo šli v naš muzej, pa bomo našim mehankarjem rekli, evo, zdaj greste pa vi z nami na izlet v Romunijo, na Transfagarašan in boste 3 tedne vsak dan šraufali te avtomobile in novinarji jih bojo vozili. Mehankarji so bili tako navdušeni, ko ponovadi te avte porivajo gor pa dol po skladiščih, pa po muzejih, to so muzejski primerki in pa smo se pa mi vozili. In to je bila izkušnja, ki je bila v bistvu v vseh pogledih neverjetna. No. Za tretji užitek leta. Ja, to je tako, kot če šli z Mojzesom čez morje, da se odpre voda. Stari. Apropo voda, ne? Veš, vse izkušnje so povezane z mojimi brati in z ljudmi, ki jih imam stari najrajši. Je bilo pa, ko smo bili pa Jure, pa Saša, pa jaz na Can-Am dogodku in so rekli ta drug dan, zdaj pa še malo drugače, pa smo šli na portugalskemu Nazare, kjer nastajajo najvišji valovi na celem svetu in smo se prijeli pro-riderjev oziroma tistih fantov pa punc, ki so pro-surferji in smo šli s Siduji na te valove v tist zaliv in je bilo to, Jure, jaz ne vem, dej povej, kako si ti to videl, ampak to je bila izven telesna izkušnja, stari, to je bil tak adrenalin, tako spoštovanje, pa tako, a veš, najboljši na svetu so rekli, dej skoč na mojega Siduja, gremo klele, ki je nebesa in pekel v benem. No. Mogoče za prvo informacijo, da boste imeli občutek, s kakšnimi ljudmi smo se mi tam družili. To je bilo tako, da bi vozil z Ayrtonom Seno ali pa prosto. Kada ti Lewis Hamilton rekel, da ti pokažem, kako se pele po manikuru ali pa po spaju. No. Drugič si pa predstavljate podvodni pospeševalnik, tak evropski marijanski jarek, globoke na 5 km, ki se pred Nazarem obalo portugalsko dvigne gor in pospeši te gigantske valove. Takrat niti približno niso bili najbolj gigantski. Ampak za mene kot celinskega človeka še vedno izjemno gigantski. In pa si predstavljate križišče, kjer se živa skala pa živo morje srečata. In v to križišče iz vseh strani prodrvi največ vode. Mi dva s Sašo sva takrat računali tudi na 100 kubikov v en val. In čez to križišče potegniti po neprednostni cesti, doživeti ta bes oceana, hkrati pa jaz sem prvič v življenju začutil, kaj pomeni navor na vodi. Vsaka konjska moč v tistih vodah naredi razliko in to je taka, za mene osebno, mogoče bo za koga, ki je morja navajen, jaz še enkrat sem celinski človek, ampak za mene je bilo to taka svetopisanska strojna izkušnja in sem neskončno hvaležen tudi obema bratoma, ker sem kolebal. Vam povem po pravici, ni mi bilo enostavno si dati tisti neopren gor, ne zaradi kil, ampak zaradi tega, ker sem vedel, kaj tam v vodi je, kakšna sila je, ampak to je ena taka zelo neživljenjska izkušnja. Ja, noro. V najbolj pozitivnem, mislim noro. Pa tudi, kaj človek zmore na teh strojih, pa kaj človek zmore na gravitacijo, kakšen pa kaj je moč oceana. No, to je mene to tako sezulo, da 2 dni sem noč in dan razmišljal o tem. No. Ok, fantje, premaknemo se naprej. A imate svoj kiks leta? Nimate nič? Jaz ga imam. Daj povej sebe. Jaz imam 2. Daj povej. Prvo je ena izkušnja, ki se mi je zgodila polet v Grčiji. Rentil sem en skuter, Piaggio Beverly, čist nov, ne vem, 400 km je narejenih. Ful dober skuter, ful sem bil vesel. Pol mi še tist, ki mi ga da, reče, lej, imaš še keyless, ne rabiš ključan kamar dati, imaš vse, imaš v prtlažniku noter in se sam pelaš. Sem rekel, super, jaz to poznam, na mojem motorju imam isto. Se odpelam, ta prvi dan, ta prvo plažo, ki sva šla, ugasnem in ne moram več motorja ne zalaufati, ne odpreti, nič. Kaj pa je bilo? Ja. Keyless. Ja. Ne? Mora biti blizu pač ene enote, ki registrira to. Ne v hotelski sobi. Ne, dal sem ga pod sedež v kufer in ga ni zaznal. Ne? In se mi zdi, a veš, da ti narediš keyless in da ti ne lovi saj po velikosti tvojega motorja. 40 cm. Mora biti noro. Ne? Ja. In jaz sem pač ustrajen in sem 1 uro motor ruku gor pa dol, naprej, nazaj, dok da se je očitno ključ mal obrnil ali pa obesek mal obrnil. 2 cm bližji. 2 cm, da je naredil klik in sem lahko odprl
prtljažnik, da sem lahko pol zalaupal. Nisi pa pomislil, da mogoče pa to varnostno zato narejeno, glih, če kdo pusti ključ pod zicom, da ti ne motor odpelje. Vse je zaklenen. Jaz sem zaklenil motor in ugasnil in pol nisem mogel zicati. Tako da to mi je bilo tako, kar sem si rekel, pa, da ne rečem kaj, ne, pa sem Ben ni to probal, Ben ni, a veš, ne. Nisem ga dal niti v zaden kovček. Se pravi, motor, skuter ima še zaden kovček. Spredi si dal. Podsedež sem. Podsedež. Se pravi, to je še v bistvu na motorju, ne, pa da ne prime, mislim, tako da, ampak to je ena taka stvar, ki se mi je zgodila tudi že z enim kombijem, ki sem dal recimo ključ v vrata, ne, pa sem zaprl vrata, ključ je bil v avto, v kabini, pa se je glitko zaklenil. Ne, tako da, treba je merkati s temi ključi, sploh s temi, bomo rekli, keyless, mrske se lahko zgodi, pa ti misliš, da avto ve, kje je ta ključ, pa ne ve. Ne? Ja. Kaj pa ta drug? Ta drug je pa v bistvu novi Transporter. Kaj pa je bilo? Ja, novi Transporter je Ford. Dej, povej, kaj misliš s tem? Jaz mislim, da se razumemo, z novim Fordom oziroma s Fordom Transitom ni nič narobe. Tudi to, da bo novi Transporter zdaj v bistvu Ford, ni nič narobe. Narobe je pa to, in se mi zdi, da to se pa toliko veliki znamke, kakor je Volkswagen, ne bi smel zgoditi, da so oni pravzaprav ostali brez paradnega konja, se pravi brez svojega najbolj prodajanega kombija, da so ostali brez Transporterja, ker so pač pričakovali, da se bo elektrika toliko razvila in da bo ID. Buzz prevzel to funkcijo. Ne? Ampak če se zdaj vsi spomnite, kako smo se mi dobro pelali na Dansko, s starim, bomo rekli, z nekim povprečnim Transporterjem, ne? Da ti v svoji prihodnosti nimaš prostora za tak avto, to se mi zdi kar kiks. Mislim, mi smo se na Dansko sicer pelali z Krpan izvedbo multivana, ne? Ampak vem, kaj hočeš povedati. Ne? Jaz mislim, da Transporter od Forever, ne? Pa če se spomnimo še Bulli srečanje, da je to avto, s katerim je ljudskost, vsa ta ljudskost nemške avtomobilske industrije zrasla in jaz do zdaj nisem imel nekega izrazitega kiksa za letošnje leto, ampak jaz mislim, da največji kiks, pa zdaj to govorim na splošno, ne prav za Transporterja, je bežanje od oziroma iskanje nekih novih receptov tam, ki jih ni treba. Ne. Tam, kjer tradicija obstaja, je treba to tradicijo posodobiti, ampak predvsem ostati pri koreninah. Ne. Prej si ti lepo izpostavil Citroen, kaj zdaj dela, kar je logično. Ne. In jaz mislim, da kiks leta, ne, kiks leta bi bil glih v tem, da mogoče in politika in določeni ljudje v industriji podcenjujejo to, kar Evropa je. In ko se bodo ljudje spet sprostili, ko bodo razumeli to našo tradicijo, jaz mislim, da bo ta kiks ratov velika prednost. A se lahko pokonektimo na tole? Mogoče ni naključje, da sem v zadnjem mesecu ali pa dveh večkrat govoril, ali pa tudi razmišljal o tem, da je avtomobilska industrija na področju uporabnosti, družinske uporabnosti ene vrste pik že doživela. Ne? Veš, da si govoril o Transporterju. Ne? Oni so ga razvili do, bom rekel, ene vrste popolnosti ali pa do enega optimuma. Ne? In tako jaz pa kdaj pomislim na to, kaj je recimo, naprimer, Renault, pa Citroen je bil močno v tej igri naredil za družinsko mobilnost. Ne? Kako je bil Scenic, pa je Spas, bom rekel, v bistvu vrhunc družinske mobilnosti v smislu uporabnosti. V take detajle so šli, da v enem trenutku sem jaz tistega Scenica zadnjega res pravega ena prostorca testiral, pa sem rekel, to je pa poln družinski avtomobil. Imaš ti lahko pomisleke, ok, je Renault, pa mi ne sede, pa imam raj šarana, pa to, ampak se govorimo o celoti. Ne? Eno prostorsko vozilo je bilo narejeno z eno mislijo in samo uporabnost. Pustimo pač monovolumensko, ni izgledal seksi, ne? Ampak vsaka stvar je bila prepeljana, ne rekel do popolnosti, ampak optimizirana do te mere, da se nam danes stoži potem. Razumemo, da se nam všeč SUV, pa smo zapopadali to, ampak kadaj na en način
skoraj težko razumeti, zakaj se ene stvari obrnejo v drugo smer. No, v bistvu smo podlegali nekim modnim trendom v avtomobilski industriji, ne? In zdaj vsi forsiramo, ali pa večina forsira SUV-je, zato ker so pač tisti, ki te avte delajo, rekli, to bo avto, ki bo zamenjal eno prostorca, isto imaš, visok sediš, imaš veliko prostora, pa vse, pa ni tako, ne. Ja. Družinski avto je čist nekaj drugega, ne. Gremo naprej, še moj kiks leta, pa če lahko pol tako nadaljujemo, ker se bo meni lepo poklapal, da gremo pol, jaz tudi začnem z zadetkom leta, pa ste še videli. Moj kiks leta je Jaguar z to, bom rekel, zanimivim pristopom, ki so ga ljudje mogoče preveč posplošeno ali pa tudi upravičeno označili za totalno woke pristop. Zdi se mi, da je Jaguar, razumem, kaj želijo narediti, razumem, da se hočejo premakniti v eno drugo točko, da hočejo ujeti korak s časom ali pa mogoče ga celo malo prehteti v nekaterih pogledih. Jaguar se je odločil, da je 80,000 avtomobilov, ali koliko so jih na let prodali, da jim ni dovolj, da bodo rajš prodali manj avto, ampak v povprečju bo ta nov avto, tako se govori, še enkrat dražji, kot je bil prej. Ne? Jaz ne to, da se mi ta woke, bom rekel, miselnost zdi kiks, zdi se mi kiks to, da ti toliko riskiraš. Ker se mi zdi, da to je v bistvu vse en kar risk. Ne? Da ti rečeš, jaz bom prodal pol manj avto ali pa 30% manj avto, pa za še enkrat dražjih bom prodajal po čist, bom rekel, po miselnosti peščice ali pa bom rekel izrazite manjšine. Ne? Jaz sicer vedno pravim live and let live, ne? Ampak tako, bom rekel, zelo predrzno pa mogoče v mojih, mogoče butastih, ne? Mislim, mogoče imam premalo konteksta, se mi zdi to preveč riskantno in me zelo zanima, kako se bo to Jaguarju obrestovalo. Obenem pa, če gremo zdaj na zadetek ali pa na top ali pa hit leta, bi pa rekel, da je to Jaguar s svojim pristopom, ker že 25 let noben ni o Jaguarju toliko govoril in tudi, če kdo zdaj pogleda, kaj so pokazali te njihove koncepte, ki itak nimajo nobene veze z realnostjo, ampak dejstvo, da Jaguar testira električnega GT-ja, ki ga bo prodajal za 130 do 150 jurjev, se mi zdi, da predpogoj, da ti začneš stvari spreminjati, to, da ljudje o tebi govorijo. Včasih pravijo, da tudi slaba reklama je dobra reklama. Vprašanje je, če je to res, ampak jaz zelo z zanimanjem pričakujem Jaguarjev naslednji model in če bi oni ubrali neko klasično pot, najbrž to zanimanje ne bi bilo toliko visoko, ker dejstvo je, da smo se na Jaguar malo navadili, oni so tam nekje ob strani in oni v avtih razmišljajo tako pa tako, nič novega ne moramo v resnici pričakovati, mogoče bo da še enega unga športnega kupeja, neki, ampak danes smo pa tukaj, da vsi čakamo naslednji avto. Tako da kiks in zadetek se mi zdi Jaguar, zdaj pa da vidimo, kam se stvar zapelje. Tako, to je moj mnenje. Ja, make sense. Ja. Kaj pa vidva pravta za zadetek leta? Jure. Zadetek leta je po mojem mnenju vsekakor dejstvo, da so avtomobilski izdelovalci širom sveta ugotovili, da ljudje potrebujejo majhne, učinkovite in poceni električne avte. Ja. Jaz mislim, da ta norija, vsaj delno ta norija o tem 500 pa več kilskih baterijah se bo s tem malo zreducirala. Dejansko bo, jaz upam, da leto 2025 pokazalo vse tiste res ključne prednosti, ki jih tak koncept elektromobilnosti prinese. Tu se mi zdi zadetek leta, pa zadetek leta se mi zdi vsi nova generacija priključnih hibridov, kar res se mi zdi, da skupaj potegne najboljše iz dveh svetov, kljub pomislekom, da sta tukaj dva različna motorja, da vzdrževanje ni cenejše, da je tako, ampak moramo gledati tudi iz tega vidika, da nekdo z sodobnim priključnim hibridom bo v mestu lahko ta avto uporabil kot električni avto, pa tudi če živi v 9. nadstropju stolpnice. Pa mogoče še čist malo, kar se kiksa tiče. Na splošno se mi zdi pa, da ljudje veliko kiksamo v tem, ker nas je ta krasni novi svet pripeljal v pozicijo, da ima vsak samo svojo resnico, pa nobeno drugo. Jaz mislim, da ker nas je na svetu 8 milijard, se lahko eno drugega še vedno veliko naučimo in
jaz mislim, da klej vsi največ kiksamo, ko mislimo, da je na svetu izključno ena resnica in to je moja resnica. Super, Jure, dober. To mi je všeč, kar si povedal. To je res, ja. Seba? Zadetek leta. Mal se pridružujem Juretu. Lahko bi celo označali novodobne hibride za končno nekaj uporabnega, kar je ljudem na voljo, pa da jih ne silimo ne v eno, ne v drugo skrajnost. V bistvu kupaš priključnega hibrida in imaš najboljše iz obeh svetov, odločaš se sam, kako se boš vozil, na kaj se boš vozil. In kako boš uporabljal. Ampak če narediš 100 km na dan, lahko na elektriko, se mi zdi, da je to ena super opcija, da začneš ali pa začutiš, kakšen je lahko električni svet. In iz tega razloga imam še dva druga zadetka leta iz obeh svetov. En je nedvomno Audi S5. Audi S5. Po dolgem času sem se s tvojim šefom, z Blažem, sva se pelala res hiter, res dober, res uživala. Se mi zdi, da sva se vrnila na malo preteklost, ko smo take avte vozili. Okolica Monte Carla oziroma Nice ponuja nešteto gorskih cest in res se lahko hiter peleš, tudi če se peleš 50 po tistih ovinkastih cestah ali pa 90, toliko je omejitev, je to še zmeraj zelo hiter za tiste ceste. In en tak, bomo rekli, bencinski šestvaljnik s 367 konji, ki lepo zapoje, je kar užitek pelati. In sem vesel, da recimo, kakor se ves koncern Volkswagen, kakor se je obrnil na to elektrostran, je s tem avtom majčkeno stopil korak nazaj, pobožal. V končni fazi Audi A5 je na voljo tudi z navadnim bencinarjem, pa tudi z dizlom in se mi zdi, da je to nek izhod v sili oziroma da je to še vse nek znak, da ne bo še konc vseh teh avtomobilov oziroma teh motorjev z notranjim zgorevanjem. Če gremo na drugo stran, zadetek leta je bil pa zame zagotovo Lotus Emea. Stari, jaz sem razmišljal posebno že leta, da bi omenil. Ja. Ne, ni mi toliko posebno leta, kakor zadetek predvsem za nas oziroma za Evropo, kaj Kitajci lahko naredijo. Ne? Z evropsko pomočjo, seveda. Ja, sej nima veze. Sej tudi mi delamo vse s kitajsko pomočjo. Sej pol sestavin izdelkov v Evropi je narejenih iz, ali pa izdelkov je narejenih iz nekih kitajskih sestavin. Ampak avto, ki pospeš dobrih 2,7 sekunde do 100, se pele 250 na uro, ki ima lahko 1000 konj in ne vem koliko navora za neko, bomo rekli, čisto običajno ceno. Če je 100,000 evrov ali pa neki, če kupujemo neke navadne avtomobile za 30, 40, 50, to je pa skoraj hypercar. In v bistvu, ko se peleš z njim, vsi smo se pelali z njim, tako da vsi lahko potrdite, da je avto pravzaprav, težko bi rekel prvič, da ugotoviš, da je to nek kitajski produkt, ki ni v redu. Avto je izjemen. Ne moreš, pravzaprav nismo najdeli neki, kar bi rekli, to bi mogli pa drugače narediti. Ja. Tako da se mi zdi kar en tak avto, ki je kar dober pokazatelj, kaj Kitajci znajo. Pa ni zdaj tle, da bi karkoli zagovarjal ali kakorkoli, ampak tle je bolj zadetek, pa hkrati opomnik, da ni se fajn Evropi, mislim, ni dobro, da se toliko igramo, pa toliko neka pravila pa limite postavljamo, ker stali lahko naredijo tik-tak precej boljše stvari za bistveno manj denarja. Res je. A gremo na sound leta, fantje? Jure, dej, kje si? Jaz imam dva. Jaz imam dva popevkarja. Enemu se reče Zvok življenja. To je helikopter Bell 412. Jure, dobro, danes si v formi, vidim. Bravo. Pok. Pa vidimo, da brez teh
rotorju ne moremo. Skratka, še vedno meni eden najbolj legendarnih zvokov, kar sem jih slišal v živo v filmu, kakorkoli. Ta drug je pa ameriški Sanremo, Mustang Dark Horse, stara šola, en tak Johnny Cash na najbolj barvit bencinski način. To je res, ja. Tako ko poje Mustang, je pač avtomobilski country, ki ga ne moreš pozabiti. To je res, seba, samo leta. Ja, jaz Mustanga z razlogom ne bom omenil. Bi pa omenil v bistvu zvok novodobnih, starodobnih in vsedobnih motociklov, motorjev, skuterjev, mopedov, ki se udeležijo Distinguished Gentleman's Ride. To je dogodek, ki se odvija po celem svetu, približno v isti uri oziroma v istem času, dobrodelni dogodek, ki ga organizira en naš prijatelj, pa Andraž Kopitar. Ja. Andraž Kopitar je najin sodelavec bivši na Siolu, jaz sem v bistvu na nek način pa z Andražem gora, on je sosedne vasi, mi smo basketa preigrali, pa prežurali, pa vse živo skupaj. Pa zdaj je tudi AMZS inštruktor varne vožnje. Tudi to, veš, kako je, it stays in the family. Ja. In to je že koliko časa je ta DGR, že 10 let stari? Ja, bo počas, a? Mislim, da tu Andraž je tu pač k nam pripelal. Od leta 2012, ja. Andraž je tu k nam pripelal, lotil se je kot zanesenjak, kot motorist in jaz mislim, da vsak leto se je zelo potrudil, da se je ta zadeva obdržala. Gre za ta koncept, da se pač motoristi lepo oblečejo, sedejo na svoje svoje motorje. Gre se pa v bistvu, zadeva je dobrodelna. Rak prostate je ena zelo velika težava moških in če sam par številk povemo, od leta 2012 se je zbral že več kot 27 milijonov evrov, dogodka se je deležil že več svetu, kot 340 tisoč voznikov motociklov iz 107 različnih držav. Tako da to je resen tak lep dogodek in jaz sem lani se ga udeležil pri nas in moram reči, da ko se nas je 100 plus motorjev pelal, motociklov pelal proti centru mesta, je kar en poseben dogodek. Je bil orkester. Je bil. Idem z Rajkerjem, imaš? Ja, ali pa skuterjem, ali pa tudi s Tomos avtomatiki so se pelali zraven. Ciril, lepo bo šel z atmosferskim votanom zraven. Ja. Ok, dobro. Všeč mi, da si to izpostavil. Zelo pozitivno presenečenje. Moj SB Sound leta bom tudi šel na eno tako mišico nemško. Atmosferci smo spomlad, se mi zdi, spomlada, smo posneli en oglas za Huawei, za njihov nov telefon Puro, Puro Ultra. V glavnem. Ta telefon se je ful dobro oglašal, kaj? Ja. A veš, da ima res en sound, stari, ki v bistvu... povej sound leto, ne pa Puro telefon. Pa nisem niti hotel, zdaj govoriti. Seba me je zapeljal. Ne, ampak smo po letališki pisti grmeli z Mercedesom oziroma z AMG GT Black Series od mojega prijatelja Andreja Plankarja. Ja, to je pač, se veš, to je tako, kot Jure, ki si ti Mustanga omenil, ki ti slišiš en orang stroj, ki ti prepizdi min po pisti in to je, ne vem, kaj ne ti rečem. No. Veš, mogoče me je tukaj bolj zadane en tak dober zvok, pa lobi tudi še en drug športni avto zbral, ampak ta se mi je zdaj primeren, zato ker starejši smo, bolj se mobilnost spreminja, bolj se mi zdi, vsaj jaz se zavedam, da so to stvari, ki bodo počasi, ampak vztrajno začele postati vse bolj redke in bodo enkrat nam rekoč izginile, ampak a veš, je tako, treba uživati ta moment, pa si to zapomniti, pa sabo nesti. No. Tako, zato sem jaz. Pa ta zvok je res dober. Ne? Ja, res je dober. Noben ringtone nikoli ne bo dosegel. Zdaj pa preden gremo na kaj bi dal, predstavitev leta. Ja. A če me jaz povedati, zdaj, ko smo zdaj tako prišli naokrog. No pa daj, če se ne ponavlja. Kaj pa ti delaš, Jure? Klepam, ker je familija pri avtu. Aha, a ti je rekla ženkica, da je tukaj. No, medtem, ko gre Jure tlele odkleniti stvari pod brlogom, predstavitev leta je bila zame to, o čemer smo že govorili, pa bom zelo hiter, General Tire. Z eno tako četico res terenskih vozil, jaz pa Jure sva sedela v Defenderju, smo se odpeljali iz Ljubljane, od Matsporta, ki jo vozim za to gumo proti Cerkniškem jezeru, pa dol proti reki na otok Krk, naslednji dan trajekt na Rab, da pa spet
da trajekt pa pod Velebit, pa naslednji dan čez Velebit. In to je bila ena bolj intenzivnih avtomobilskih gumarskih predstavitev, tudi zato, ker spet je bila povezana z dobro družbo, pa z gumo, ki je res grabke svina, ampak ne opisujem tega nisem dodal predstavitev leta zaradi gume same, ampak zaradi dogodka kot samega, ker je bil izredno dobro razpeljan, organiziran, fajn smo se imeli in se mi zdi, da bo to v moji glavi odmeval še nekaj časa. No. Plus, da okolje je bilo tako, kot da bi snimali avtomobilskega hobita. To vse, kar zanima, lahko pogledajo. Ja, seveda na Komu Minuti je vlog, pa Kviki, pa bili smo pisana družba Kristjan Vreče Kolesar, pa podlogar je bil pa Jure Gregorčič, pa Jura Šebal, pa moja malenkost, pa kupenih zanimivih veliko in smo se res fajn imeli, spali smo v šotorih na avtomobilih in je bilo, pač Jure, no, fajn je bilo. No. Sej, ne bomo zgubljali besed, smo veliko sebine na to temo naredili. Predstavitev leta, kdo od vaju bo povedal? Lahko jaz. Izvoli. Daj. Volkswagen Kalifornija. Pri nas, stari. Pri nas. Prvič, zdel se mi je super dober, da so Nemci zbrali Slovenijo, da so prepoznali v bistvu lepote naše dežele. Če sam spomnim, Jure, mi so bila na predstavitvi Kalifornije prejšnje v Kanadi, ne? Se pravi, da so šli iz Kanade v Slovenijo, pustimo zdaj, verjetno kdo rekel, da je to cenej, pa se absolutno je, ampak mislim, da je to en tak avto, na katerem pa pri Volkswagenu ne šparajo kaj preveč, ker imajo zadostno bazo vsega. Ampak moram reči, da predstavitev je bila, da govorimo o avtomobilski predstavitvi in jaz mislim, da prvič v vseh 30 letih sem se pelil v kopalkah oziroma v kratkih hlačah pa v kratki majici, lahko sem delal, kar sem hotel, lahko sem se pelil, kamor sem se hotel, tako da v bistvu jaz sem se, ker nas je pot vodila iz Slovenije, jaz sem šel preko Italije na Hrvaško, spali smo v Sloveniji, spali smo na Hrvaškem, v bistvu sva se tudi s Sašom dobila tam, sva bila skupaj, smo še skupaj malo posneli, tako da to je bila res ena taka tako zelo free predstavitev, ki je ne bi pričakoval od, bomo rekli, strogega in togega koncerna Volkswagen. Ok, zelo cool. Jure, kaj pa ti? Jaz se pa spomnim po olimpijskega Pariza, se pravi obdobje med olimpijskimi pa paraolimpijskimi igrami, ker je Toyota v Pariz pa zraven Pariza pripeljala vse, kar imajo pokazati na njihovi multimobilni poti. Predstavitev, da ti glavo trga. Superkar iz Le Mana, zraven pa žar, ki kuhar pice peče na vodik. Yaris GR, ki ima not zapečen algoritem, ki je tekmoval s svetovnim prvakom, pa te sam po pisti pele. Dakarski Hilux. Avto, ki je potem invalidom prilagojen avto, ki je preobrazil mobilnost mnogih ljudi in jim odprl svet, jih odpeljal na olimpijsko igro, se pravi ena taka, bom rekel, mobilnostna širina v pravem pomenu besede, kjer je bilo na voljo čisto vse od žiroskopskega invalidskega vozička do najhitrejšega dirkalnika na svetu. Tako da jaz mislim, da s tem je Toyota pokazala prvič eno to svojo izjemno širino inženirsko, nedvomno, kot drugič je pa pokazala, da svet ni črn pa bel, ampak da je mobilnost treba graditi tako, da jo ljudje lahko uporabljajo, kar pomeni za vsako okolje rahlo drugačen ali pa čist drugačen pristop. In to predstavitev nisem izpostavil predvsem zaradi res teh vseh konjev, ki so bili tam, ampak predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je lepo pokazala, da če ti kot velik avtomobilski izdelovalec dejansko prisluhneš svetu, pa želiš narediti nekaj ne s figo v žepu, ampak zares pustiti pečat, se mi zdi, da je to ena taka prava stvar. Pa da ne bo kdo zdaj narobe razumel, da to zna narediti sem Toyota med avtomobilisti, ampak so pa zelo dobri v tem, kar počnejo. No.
Zdaj pa jaz plačujem davek za tole piksno piva, grem na WC, ampak lahko kar video nadaljujete. Pa Jurek, ki smo že pri tebi, lahko omeniš, kateri podcast je bil zate podcast leta. Jaz sem pa povedal predsednik leta si. Ja, sem General Tire. Jaz pa bom hitro prijatelj roko dal pod to, če pa prijem nazaj. Podcast leta. Ta je v bistvu mi bilo najtežje izbrati, pa ne samo zaradi tega, ker sem veliko gledal tudi. Vzel sem si letos prvič res čas v dolgih večerih, pa sem pogledal tudi kakšen podcast, ki delajo, ne bom rekel naši tekmeci, ampak ljudje, ki uživajo v ustvarjanju vsebine. In moram reči, da sem ugotovil, da v Sloveniji kar nekaj dobrih podcastov. Ampak kljub vsemu, jaz sem atmosferc, uživam v tem, kar počnemo, in od vseh naših letošnjih podcastov bilo je kar nekaj zelo zanimivih. Ne bom rekel, da so bili vsi enako zanimivi, ker malo moraš tudi biti samokritičen, to je dejstvo, ampak podcast, ki je mogoče na mene naredil največji vtis, je bil podcast z Ivico Kosteličem. Pač zaradi njegove poti, zaradi njegovega odnosa do življenja, odnosa do narave, pa ne nazadnje poguma. Se je prišel za to mizo, pa je rekel, jaz ne maram avtomobilu. Ne vem, seba. Smešno, ne? Pravzaprav moja izbira niti ni bila toliko težka, ker ko sem jaz prišel k atmosfercem, smo se zmenili, da bomo pač delali po ustaljenem planu naprej, kar pomeni, da ne bomo vse delali, zato tudi na kakšno predstavitev ne gremo vsi 4, ali pa gresta samo 2 ali pa samo 3, in tudi podcaste smo se zmenili, da bomo snemali v isto številčni postavi, kar pomeni, da verjetno se ne bo velikokrat zgodilo, da bomo vsi 4 za mizo imeli še enega gosta v podcastu, in to ne pomeni, da jaz ne želim biti zraven pri podcastu, je pa res, da sem velikokrat, ali pa bomo rekli, bistveno več na poti jaz, kakor vsi ostali, in da včasih tudi zato število ostane nespremenjeno, ampak ja, prvi pravi podcast, oziroma bomo rekli prvi podcast z gostom, kjer sem bil tudi jaz zraven, je pač podcast z Ivico Kosteličem. Zato je pač logično, da je to moja izbira, ampak ne samo to, tudi če bi samo poslušal ta podcast, bi bil verjetno to moj izbor, zato ker je Ivica povedal ene par življenjskih resnic ali pa življenjskih tez, ki ti dajo misliti, če malo pomisliš, če ga dobro poslušaš, v bistvu ugotoviš, da ni vse tako enostavno, kot si mi mislimo. Jaz moram reči, da iz tukaj bi rad poudaril eno zadevo. Mene blazno jezi, ali pa bom rekel, blazno sem nesrečen, ker slovenski smučarji niso uspešni, ali pa ker pač ne dosegajo več toliko dobrih rezultatov, kot so jih včasih, ampak ker ti Ivica pove, koliko truda, koliko pogojev ti rabiš za to, da postaneš dober smučar, in da je to dano redkim, predvsem pa je to povezano, kot je on rekel, z resursi, ne? Ja. Da imaš ti možnost, da se ti, ne vem, iz svoje otroške sobe odpraviš ven in imaš za sabo, ne vem, gost ali pa kilometre smučišč, tako kot imajo recimo Avstrijci, Švicari, Američani ali kakorkoli, ne. In da ni dovolj, da ti samo posnemaš njihov sistem dela, ampak da rabaš vse te resurse. Pol sem jaz pravzaprav tudi začel malo drugače gledati na slovensko smučanje, pa tudi na športnike iz ostalih manjših držav, koliko je v bistvu njim težko priti, zato ker so že v štartu prikrajšani za... No, stvari. Ja. Prednje spojem podcast leta, kaj pa si ti, Jure, povedal za podcast leta? 50 let. No, glavno, moj podcast leta se mi zdi, da je bil to podcast z Ivico Kosteličem. Res. Ne, vse sem tudi razmišljal, kako dobro je, recimo, smo z Danom Lenardom nadgradili zgodbo, ampak Ivica Kostelič je podobno kot oba pogovora z Danom Lenardom, pa najbrž še s kom
v resnici ni samo podcast o smučanju, pa o jadranju, pa o prečenju Grenlandije, ampak je podcast o življenju, pa o vztrajnosti, pa o ciljih, pa o tem, o tem, kar sem zdaj povedal. In potem tak podcast postane lahko zanimiv za vsakogar in lahko služi kot navdih. In takrat mislim, da smo mi kot ustvarjalci in ta človek, ki je bil pred mikrofonom, to je bil v tem primeru Ivica, se mi zdi, ali pa si tako mislim, da je take vrste vsebina je pa pol že, bom rekel, koristna lahko mnogim in lahko kakšnemu človeku tudi spremeni ta trajektorij, to smer v življenju tudi na boljšno. In to se mi zdi, takrat se pa dela presežek. In če smo mi sposobni kot ljudje in kot novinarji s tem, da sedimo za mikrofonom, narediti take vrste presežek zaradi gosta, ki ga zberemo, zaradi vsebine, ki je spuščena ven, je to največ, kar v resnici lahko naredimo. No? Jaz mislim, da ta podcast ni bil samo pogovor, ampak to je bila neka nova izkušnja za vse nas. Ja. To je lahko nova izkušnja za vse, ki to poslušajo, če si le dovolijo to. Ne? Ja, tako je. Če si spustiš to, kar on pove, ker jaz tudi, ko sem se z ljudmi pogovarjal, ali pa ne vem, kad vpraša, koga ste imeli, ali pa kaj, pa rečeš Ivice, pa to je to, on je bil dober, zato ker je bil fotor, psiho, ki ga je tero 100 na uro, ne. Ni tako, ne. On je kupil to, ne. Kupil to, on se je tega zavedal in dejansko zdaj tudi vidiš, da on to zagovarja in da to njemu to všeč in tako da kar pa je tudi pred Jure. Ja. Drugačen podcast, veliko se lahko od tega naučiš, veliko lahko zveš in moram reči, da zelo kulno, zelo poučno in dobrodošlo. Jaz sem sprostil Viber povabilo, da ne bo zdaj v Land Cruiserju tvoji najljubši ljudje na svetu čakali. Ja, se vidim, da so malo zmrzeni. Ja. Ok, kaj imamo še? Še imamo garažo. Kjer test na avto, dajte se razkomotati, bunde dol, tle je toplo, vam bo vroče ratal. Dobar dan, Tomi, Jasmina, pa Maša. Ok, Vingrde, Juretova najbližji družina je prišla, smo jih malo pogostili zdaj, ker to ni nič, Jure, ti si jih pa v Land Cruiserja zaprl, kaj je to? Ja. Čeprav je lep kraj. Ti si odgovoren za človeške resurse pa stike z javnostjo. Ja. Folk, zmislili smo si tole, kater test na avto bi zapeljali v svojo garažo? Ajde, kjer bo začel? Lahko jaz, ki sta prej vidva. Valjda. Mislim, jaz sem spet bolj golfov, zato ker imam spet 3, pa mogoče se mi lahko pomagate odločiti. Ne? Ali pa da nam jaz imam napisan, pa ne bom sploh pojasneval preveč, ampak jaz imam napisan 3 avtomobile. Mazda MX-5, Toyota Land Cruiser, pa Mustang. Tako sem ga letos testiral. Enega moraš zapeljati, Ciril. V garažo zapelj še enega. Ne, čak, dajmo se zmeniti. Daj povej zdaj, ti imaš sam enega. Ja. Se jaz vem, kjer ga ima. Ja, jaz tudi. Ti imaš Land Cruiserja, ne? Ja. Ja, pol nam jaz Land Cruiserja zbral, no, imel v familiji 2 Land Cruiserja. Če si jaz si lahko tebe sposoben pol, ne? Ja. No, Daj seba ti povej. Jaz imam pa tudi 2. Kva? Jaz imam pa Volkswagen Californijo, pa Mustanga. A ja, dobro. Tako da zdaj ti poveš o Land Cruiserju, ti poveš o Mazdi, jaz pa o Mustangu. Veš, ko sebi zvit, ko on je v bistvu en avto zapeljal, ker Mustang je avto, Kalifornija je pa avto. Ok, fanti, pa tako, da bomo vsi zadovoljni. Ne, jaz bi pol vzel Mazda MX-5. No. Absolutno. Zato, ker jaz vsem se mi... Daj razloži, zakaj. Jaz moram reči, da meni ta avto ni všeč, koncept ni všeč, vsem je všeč, ampak jaz mi zdi, da sem prevelik za ta avto in ga nikoli ne bi zbral. Povej, zakaj bi ga pa ti. Mislim, bom zelo hiter. Vsakokrat, ko me ljudje, in to je eno najbolj pogostih vprašanj, vprašajo, stari, top 5 ali pa top 10 tvojih avtomobilov, in jaz rečem, da ta seznam se itak vedno spreminja. Enkrat je na vrh Lexus LFA, enkrat je McLaren F1, pa vedno, ko naštevam top 10, se vedno, ali pa top 15, ker je v bistvu zelo skoncentriran, glede na to, da smo vsi vozili že v najbrž več kot 2000 avto ali pa 3. Jaz vedno pravim, da jaz dam v top 15 vedno Mazda MX-5 oziroma avto takšnega kalibra in pa ljudi debel pogledajo. Jaz pa pravim, da Mazda MX-5 je tako nefiltriran avto, da z njim lahko v ovinku uživaš, tudi če ta ovink rondo pri 22 km/h. In to v bistvu pove vse. Pač ta avto je meni pisan na kožo, tudi zato, ker sem 1,20 m. Glih prav si velik. Ja. No, in zato je Mazda MX-5 pač v moji knjigi je zelo velikimi črkami napisan in zato bi jaz, pa se, da se odločam. No. Veš, da z Land Cruiserjem lahko uživaš tudi per kilometr, pa polno uro, pa ne v rondoju. Ja, v crawlingu, ne.
Ajde, Tukaj smo midva. Pa razloži. Sem dobro zbral avto za garažo. Če ne bi tega, da bi bilo čudno. Jure, Land Cruiser, vemo zakaj, po mojem, ne rabiš niti. Zdaj pa čakaj, kaj pa ti Mustang ali Kalifornija, stari? Ne, absolutno, ja, lahko oba, seveda, ampak če bi se mogel odločiti za avto, bi se definitivno odločil za Mustanga. Dark Horse, imeli smo ga na testu, vsi smo ga pelali. Že tako mi je Mustang, se res, ne, že tako mi je Mustang malo srce, ne, pisan na kožo. Dobesedno. Ja, ampak... Vsaki znova ga namiliš, ne? Ja. Daj takrat govoriti, ker res moram za zadnjo minuto zamenjati baterijo. Sej še ne, zdaj začeli... Ja. Predvsem je Mustang, ne samo to, da je ameriška ikona, je zdaj v tej zadnji verziji pri nas na voljo samo z 5-litrskim motorjem, ne? Kar pomeni V8 450 plus minus konjev in se mi zdi, da je to... Pa tudi tremeko ročni menjalnik se dobi, ne? Ja, ampak sej poleg vsega, kar prinaša, poleg vseh dobrot, oblike, ne vem kaj, čeprav oblika je spet nek kamen spotike, ampak se mi zdi, da največ, kar ti ta avto da, je to, ko zjutraj stisneš start gumb in ko se zbudi, ko zaruhni. Mislim, Mustanga ne rabiš terati, da uživaš. Ne rabiš. Ok, mi smo v resnici vsebinsko zaključili, ampak jaz imam še... Kaj še? Čakaj. Jaz imam tle še ne številke v podcastu, to sem hotel še povedati. Jaz sem še hotel reči, kaj je feltna leta. Jaz pa nisem feltna leta zbral. Ne, nimamo. Ampak se jo iz glave potegneš. Ja, jaz vem, kjer imam. Ja, isto kaj jaz. Ne vem, če. Ajde. Feltna leta je prišla ob koncu leta, ker sem jaz gledal testnega minija Pacemana. Pa vidim, da je taka VRC varianta. Ja, kva je, no? Ok. Kaj imaš ti sebi, feltno leta? Alfa. Stari Alfa. Alfa Junior. Alfa Junior, ja, ta pa je zdaj kar težko odločitev. Ne, da imej ti Alfa Junior, da sem lahko pokazal slikco, pa jaz pokažem slikco od Minija, kaj pa ti? Jaz imam pa klasično feltno leta na napere oziroma šprikle. Kjura? Ja, Husqvarna, Svartpiln 401. Ja, se sem vedel, da bo neka fora v levo. Ok, a lahko številkice povem? Čak, še na pošrek leta povej. Nimam, stari. Tega pa tudi jaz nimam. Ja, lahko ti povem na pošrek leta, ker je šlo čisto počasno, bil ful zabaven. Ker sem na Red Bull ringu, sem na testnem poligonu vozil KTM Crossbow, ki je drugače pasji avto zapeljati, pa smo na uni zdrsni površini, smo ga pošrek vozili in ker ta avto ima, by the way, KTM gre v franže, ne smo rekli. Ja. No, glavno, in tam sem tega Crossbowa pelil pošrek, pa mi je bilo kar dosežek, zato ker ta avto je zelo težko peljati na tak način. No. Seba pa nima nič, pa ti povej. Jaz imam pa novega Can-Am Outlanderja. Ja. Ti rajš povedi, da se zdaj že na sveže malo zaljubo, ne? Ja, pač doma je ta drug Can-Am Outlander, tak basic. A boš ti, Jure, vprost, kaj te prekine, a boš ti te tvoje storije s Can-Ami dal v ene highlights, da si folk lahko to pogleda? Ja, bom. To zgine, pa moja mami reče frli in val. Tudi en reel bom še naredil, pa za vse ljubitelje, terenske vožnje. Včeraj sva z Mašo poiskala en del zasneženega makadama, ki si je zaslužil pritisniti tipko Deep Snow. A res? Ja. Si naredil launch control. Ja, tako počasen, ampak učinkovit. Launch, ki si rekel launch control, atmosferci se prehranjujemo pri Lunch at the Ranch pod kristalko. Se res, ja. To je ta položnica, ampak to že mi zdi, da vsi vejo, pa dej gremo sam še, a lahko s tele številke povem. Dej. Pazi to, letos, a veš, koliko nagledanih pa naposlušanih ur smo atmosferci zbrali v enem letu, pa ni še leta, čist konc, še en dan imamo, 1,21,212 nagledanih naposlušanih ur smo atmosferci nabrali s podcastom na audio in video platformah. Kolikrat si je pa folk zarolo naš podcast? 2.339.988 število poslušanj se je nabrali. Ja. Stari, to je pa kar številka, ne? 1 pa 2 milijona. 1 pa 2 milijona, ja. Mi smo zreli za remont. Ja, si že zakašljal. Kar dobro. Začetek podcasta že. Kar dobro, ja. Se upravičujem, če zakašljam mikrofon, vi ne boste zboleli, kar vseeno je. Ja, sam midva seba to bo. Yeah. It's all good. Yeah, it's all good, ja. Ja, to je bilo leto 2024 z naše strani. A imamo še kaj za povedati? Pa ne, jaz mislim, da
da je bilo leto dovolj zanimivo, ampak da je bilo tudi tako na nek način tudi čudno in meni je kar v redu, da se izteka. Ja, tudi meni. Je nič? Jure, až mu kaj povedal? Ljudje, srečnega pozdravka vam želim. Uživajte v vožnji, vozite varno, pa zapomnite si, da za vsakim ovinkom je tudi ravnina priložnosti, takrat pa ne oklevate. Lep pozdrav od vseh 4 atmosferskih bratov, od Jureta, Sebata, Cirila in Saše. Lepo se imejte. Čau. Živijo in srečno. Ajde, čau. Jej! Pa smo ga zakutali. A ste zmrznili? Ne,